In potem so rekli tisti strokovnjaki, ja, Igor, veš, ti nisi psihično pripravljen, ne preneseš poraza. Ja, tak sem, ne. Če ne morem zmagati, evo, ne grem na tekmo, ne. Spomnim se, da so tam na štadioni stave pobirali, tale pa dol držal. Vsi si mislim, me ne poznate. Če je tole vlažen, je v redu. Če pa to suh, je pa čez 10 kilometrov katastrofa, ne, ker pride za tabo tisti krči, ne. Potem srečajo različne vrste invalidije, pa bolni ljudje. Igor, kdaj boš pa za mene laufal? Ne more on pri 30 letih autobiografijo pisati. Ja, gospod, lahko, če je človek pozabljiv, tako kot tudi jaz, ne. Juhuhu, september je tu, spoštovani in spoštovane, vsi tisti, ki imamo šoloobvezne otroke, ja, smo na način tudi veseli, da se je šolsko leto spet začelo. Zakaj? Ja, zato, da bodo naši, seveda, prestolonasledniki in prestolonaslednice dobili nova znanja. Tako, pa da ne bodo cele dneve doma. Ja, ker 2 meseca je kar dolga doba. Ampak, ja, danes imam zaradi tega tale podcast, posnet čisto v miru, nihče me ne bo motil, pa nič rabil od mene. Verjamem, da tudi pri mojem sogovorniku je tako, z mano je Igor Gošte. Igor, živijo! Živijo! Zasavje zakon, čeprav enkrat mi je rekel en zagrizen Trboveljčan, da izlake so komaj da še Zasavje. Ja, bi kar držalo, ne, ker tudi jaz sem sicer že 30 let Izlačan, ampak sicer sem pa jaz po očetu Kislovčan, tudi v Kislovcu sem dolgo živel, mimogrede, ne, iz Kislovca je Primož Roglič, navijamo za njega. Mama je pa Hrastničanka, tako da žena pa Trboveljčanka, tako da sem jaz čisti Zasavec. Imam nekaj prijateljev tekaških iz tistih koncev, ja, pa poznava ga recimo Trboveljčana, Leona, oba dva zelo dobro, no, pa imam še kolega iz Zagorja, Ervina, ne, in potem, kadar smo skupaj, ne, se Zagorjan pa Trboveljčan skozi malo dražita in vem, da tam dol to rivalstvo Zagorje, Hrastnik, Trbovlje, pa tudi Izlake, če smo pri tem, kar obstaja, no, posebej pri nogometu, pa še kje. Ja, to pa ves čas, ne. Največji derbi niso Olimpija, Maribor, ne, ampak Zagorje, Trbovlje, ampak včasih v mojih letih, nogometnih letih, ko je bila Kisoška Svoboda v drugi ligi, tik pred pragom v prvo ligo, so bili pa derbi Kisovec, Zagorje, ista občina, Kisovec, Rudar, tako da ta rivalstvo je, pa včasih smo mi Zagorjani imeli 2 bazena, enega v Zagorju, enega na Izlakah, kjer zdaj živim, Medijske Toplice, pa v Trbovljah kopalnico in Trboveljčani so sem hodili naše punce osvajati, ker so bile pač naše punce nas naveličane, ja, mi pa v Trbovlje njihove in včasih te je kdo pričakal, ko si iz avtobusa prišel na randi. Ampak vse smo se zmenili. Včasih tudi s pesmi, ne. Na koncu, ne, si uspel ujeti Trboveljčanko, ne? Kar je... Jaz zdaj ne vem čistočno, ne, zdaj pa dej tož, bi rekel, da ženske ponovadi ujamejo, ne. Lepo, vem, da žena tole. Vsi se zbirajo, ne, tale ne bo moj, tale ne bo, tale pa bo, tega pa lahko zrihtam. Ja, očitno, ja, tvoja žena Mojca je imela. No, zato, zdaj, glede na to, da si, bom rekel, ena mešanica, ja, Zasavca, potem si povsod, v bistvu doma, povsod dobrodošel, ali te kje pa vprašajo, s kje pa si ti, pa te pol pogledajo malo debelo, ali te itak že poznajo, ker si bil na televiziji, ki je oddajala po celem Zasavju, pa si pač domače ime. Moram reči, da me kar poznajo, no, televizija je en prepoznaven medij, veliko delam tudi na tem humanitarnem področju, veliko se družim z malimi ljudmi, z velikim srcem in potem te ljudje poznajo, vprašajo te pa niti ne, s kje si, saj te slišijo. Mi težko skrivamo, sploh, ko smo v tisti gostilniški debati, MK, pa te stvari, nas besedišče, recimo, pri nas kletvice sploh niso kletvice, ne, to je pač normalni
dialog med dvema, tako da niti ne mislimo takrat med slabega, ko kaj rečemo, nespodobnega, ne. Ampak se bom zdržal tega danes. Ja, o matkurjah in vseh ostalih izpeljankah, ja, Ja. te žlahtne besede bova potem pomodrovala, ko se kamere ugasnejo. Zdajle bi te, dragi Igor, rad na hitro predstavil najini publiki, vsem gledalkam, seveda, ki jih zanima, kdo je obraz za tem žametnim glasom, pa vsem pač gledalcem, poslušalcem, ki tole poslušajo na teku, na kolesu ali pa pri hišnih opravilih, seveda, jih moški danes seveda počnemo. Igor Gošte je oče, ja, pa dedek, pa avtor oddaj, pri mnogih, ja, več tisoč jih je, bil urednik na lokalni televiziji, tem bo, ki je rekla, je avtor tudi 10 knjig, piše pesmi, pa črtice, pa romane, avtobiografske, pa izmišljene take in drugačne otroške knjige, ja, ne morete verjeti. On je recimo izumil novo besedo za čebelega trota, on mu pravi čebelek. To mi je bilo zelo simpatično, ne, čebelek, ne pa trot, tudi v temu še kakšno, pa je kolumnist Večera domovine Slovenca, slovenec.org, poglejte tam njegovi zanimivi članki, tudi aktualni v olimpijskih igrah, pa v teku, pa v zasavskem humanitarnem teku, ki prihaja. Ja, to je eden od razlogov, da sem ga danes povabil pred kamero, ampak sicer je že dejal, da je iz Kisovca, po izobrazbi, ja, ni novinar, ampak finomehanik, kar mu očitno prav pride na vseh področjih življenja, veteran vojne za Slovenijo, pa prijemnik občinskih priznanj, pa lahko bi še našteval, no, ultramaratonec v prvi vrsti, ki mi bo zdaj le povedal, kdaj je pravzaprav kot v mladosti nogometaš pa začel teči, kot se ukvarjati s tistim športom primarno, ja, ne pa teči, mogoče za kondicijo, za to, da si lahko potem brusil kopačke. Bom mičken najprej preden v teku povem o kolesarstvu. Takrat v tisti moje mladosti, otroštvo, smo kar fajn otroci zbirali denar, da smo prišli do kolesa. Nam ga niso kar kupili, ne, ampak smo mogli kar malo sami pošparati in moje prvo kolo je bilo rjavo, ker druge barve takrat ni bilo, ne bi rjavo vzel, Rog, staro poni kolo. In kak je Roglič, ne? Mi iz Kisovca, ko smo si zaželeli krofe, smo šli na Trojanski klanc in zdaj, kdo pozna te Rogova kolesa, brez stav, ve, da je kar težko ta Trojanski klanc preplezati. Ampak smo, za dokaz nazaj, smo mogli pa kak krof prinesti, čeprav bi ga raje pojedli. Za 2 pa denarja nismo imeli. Je bilo to kar zanimivo. Seveda smo se mulci šli vse športe. Košarko smo recimo mi igrali kante, smetnjake, ali pa potem obroč od kolesa. To jaz v tej svoji zadnji knjigi malo opisujem, kako smo se včasih veliko družili, zdaj se družijo bolj s temi pametnimi napravami, mimogrede tudi midva se, hvala Bogu, da so. Tekel sem pa jaz rad že takoj, ko sem se vpisal v nogometno šolo, v Kisoško Soboto, ko se je spet pionirska ekipa ustanovila. Mislim, da sem bil takrat star 11 let. Mimogrede, jaz sem bil prvi 2 leti vratar, celo do reprezentanče sem priplezel, ker sem pa jaz raj laufal, raj igral desno krilo, ali pa v obrambi, sem bil jaz celo za pol leta suspendiran. Lahko sem hodil samo na treninge, ker nisem hotel iti reprezentanco kot vratar, sem rekel, jaz bom igralec, ne. In sem bil potem ves čas igralec, ampak jaz sem zelo sovražil tiste taktične treninge. Jaz sem malo dislektik, leva, desna, to so trenerji razlagali, podaš kaj žogo, levo, desno, meni je to španska vas. Jaz sem najbolj užival, ko so bili kondicijski treningi. Tako da jaz sem se najbolj veselil kondicijskih treningov, ki so jih ponovadi drug sovražil. In iz tega ta ljubezen do teka, ko sem pa vedel, da se bo počasi moja igralska kariera zaključila, sem pa nadaljeval s tekom. In ko zdaj, seveda mi včasih reče, ne moš maratone laufati, ne, mislim, pri teh letih pa to, ne. Meni to ni tako težko, ker jaz to cel življenje delam, ne, snemam eno podlago. Me počasi kar moje srce boli, ali pa si zamislim, ne, ko kdo se pri 40 letih odloči, da bo začel laufati, da si potem nabal pametno uro, nabal si, ne vem, si gre noge zmeriti, ali na Ohud, ali jih ima na X, da posebne copate, potem gre na trening teka, da bo čim bolj po prstih laufal. Jaz nimam pojma, kako laufam. Vem sam, da po koncu, ko bi imel kol urit, ne, so včasih rekli, čudno. Ampak jaz sem včasih rekel,
Lej, če je Michael Johnson, na 400 metrov. on je skoraj nazaj padel, ne? Tako je. Pa je bil zmagal, pa da je Igor nasmeje, mislim. Da bom jaz zdaj to na stara leta spremenil. In jaz tudi verjamem, če to spremeniš ti način hoje, že pri poškodbah ti malo spremeniš način hoje, in ti potem drugo koleno poškoduje, ne? Ja, pa to se ti vse poškoduje, ne? Če ti 60 let hodiš, koliko hodiš, ne moreš pa zdaj začeti drugače. In ko začne to filozofirati, jaz grem takrat kar stran, ker se mi nada. V glavnem, rad laufam, ne? Čisto zares sem pa začel, ko sem enkrat rekel, bom šel na ljubljanski maraton, polmaraton, 21, vsekoma to bom pa že zdržal, ne. In zdaj bom jaz čisto pošteno povedal, zakaj sem bil 3-krat na ljubljanskem maratonu. Prvič, zadnjič pa nikoli več, verjetno, ker sem bil kar, jaz sem mislil, da sem pripravljen, ne. In jaz tečem tam in se matram, pred mano, moram reči, 2 punce, sigurno so imeli nekaj kil več kot jaz, enega zelo okroglega moškega pred mano, se matrali 5 kilometrov, da bi hujal, ni šlo, in ste rekel, kaj, če ne morem zmagati, mene gor več ne bo, ne. In potem so rekli tisti strokovnjaki, ja, Igor, veš, ti nisi psihično pripravljen, ne prineseš poraza, ja, tak sem, ne. Če ne morem zmagati, evo, ne grem na tekmo, ne. Zato si raje organiziraš svojo tekmo, ne? Kjer si pač zmagovalec že takrat, ko štartaš, ja? Ker svoji konkurenci pač ne poveš, da boš to imel. Mislim, to je izvrstno, deva nekaj reči, ne? Jaz poznam kar nekaj zasavcev, pa vsi ste malo svoji glavi, pa trmasti, imate svoj pogled na življenje, pa stojite pač tudi za tem, kar izustite, ne? Tudi za ceno, bom rekel, ja, česa drugega, kot pa to delajo morda drugje po Sloveniji, ja. To tudi s tem povezano, ali je tvoj karakter, ti bolj poznaš zasavce, no, je to stereotip, no, da je težko življenje, tam dol knapovsko, pa temno tudi v dolini, ja, ki je tudi sonca mogoče malo manj botrovalo k temu, da ste bolj trpežni, mogoče ima bolj robati, ne, odrezavi in tako naprej, trmasti, ali se pravi, je to vendarle stereotip, pa ti lahko sam sebe smatraš kot nekega pokončnega zasavca, po katerim bi lahko delali kalup, po drugi strani so pa tudi drugačni, povsem podobni kot ljudje, kjerkoli druge po Sloveniji, ker imaš take in onake in tako naprej. Jaz mislim, da je Primož Roglič tipičen predstavnik našega zasavskega naroda, našega zasavskega življenja, ker dobro, za razliko od mene, on ni tukaj zgovoren, ampak živeli smo v okolju, kjer so bili naši očetje ali težko življenje na kmetih, recimo Primož je odraščal bolj v takem okolju, malce nad Kisovcem. Jaz sem bil pa oče oziroma sin očeta knapa, dedek je bil knap po obeh plateh, po mamini in po očetovih. Tako da smo navajeni tega trdega besedišča, napornega dela, vsi knapi so imeli ponavadi žene, ki so bile doma, ki so bile gospodinje, ker so pač moški delali na 3 izmenah. Niti niso, ne vem, tukaj zaslužili, da bi lahko vsi privoščili, da bi bile žene doma, ampak so imeli doma vsi njive, svoje drvarnice, drva so si sami pripravljali, torej tudi po službi so kar precej garali, razen mogoče takrat 2-krat na mesec, ko je bila plača, včasih so imeli rudarji 2-krat plačo, foršus se je reklo, pa še tisto ta pravo plačo. In takrat je pogosto mama meni rekla, ob 8, ko ga še ni bilo iz jutranjega dopoldanske izmene domov, da ne gre malo pogledati, če je mogoče v kakšni kostilni ostal, ne. Otroci smo lahko prišli, ker so se potem hvalili, malo so bili že okajeni z nami, otroci, smo brihtni pa tako naprej. Žene pa raje niso prišle, ne, ker to bi bilo pa malo sramota in so nas otroke poslali. Mi smo pa rad šli, ne, ker takrat so bili očetje malo okajeni, so bili tudi malo radodarni, smo kako presto dobili, kakšno oro, pa smo potem omakali tisto presto slanovo oro, ki je po cigaretih smrdela. In mislim, če to zdaj ta spomin, in mogoče kakšne cigaretči gumije smo dobili, takrat so bile še takšni čigumi, če se spomniš žvečilke. Zelo dobro še, ja. Težko življenje je bilo in tudi knapje, recimo moj oče je kmalu umrl, 61 let pa pol, težko življenje, naporno, seveda so tudi kaj spili, rad so dobro pojedli, močno hrano, verjetno tudi mastno, razne godlje pa tako naprej. To ti da, vidiš ti
kako so očetje živeli, kako so dedje živeli in nekako se ti tudi potem poistoveti s tem in smo malo trdi, ampak navzven. Jaz se očeta spomnim, oba sva srčno navijala za Dražena Petroviča. Jaz sem sploh navijač, ki ne kritiziram, ki sem neizmerno ponosen na naše športnike. Če pač zgubijo, si rečem, ni jim šlo. Tudi Draženu Petroviču najprej ni šlo pri Portlandu, ampak potem je bil pa pri New Jerseyju car, ko je umrl. Ko jaz očetu povem, Dražena ni več, so pa solze tekle, pa ko je njegov prvi vnuk, moj sin, pa moja hčerka, ko sta naredila prve korake proti njem, so pa solze tekle. Tako da sicer so bili zelo mehki, ampak navzven pa trdi. Tako da Zasavci smo po mojem navzven trdi, drugače pa je precej mehki. Mehka sredica kot trojanski krof, ja, tako, a ne. Ja, ki se razneži še bolj, ja, ko morda steče po grlu kakšna kupica, pa se kakšni spomini začnejo odpirati, ja. Zelo lepo, kajpak življenje ni potica, ko pa je, ne pa bo. Pošteno tudi to, zdaj menjaš veliko športov, pa Rogliča, sigurno spremljaš tudi Vuelto, pa njegove podvige letošnje sezone, ja? Spremljam, zagotovo spremljam. Njega spremljam jaz že, mislim, da tam od 8 let, pa 10 let, ko je začel skakati. Jaz sem imel takrat tudi eno rubriko v lokalnem časopisu Zasavc, kjer sem pokrival te lokalne športe, pa še druge stvari, zeliščih pisal, intervjuje. In on je bil eden prvih gostov. Vem, da sta z očetom sem prišla v ta stanovanje, kjer zdaj živim. Potem, ko sem pa na televiziji začel delati, sem imel športno oddajo Skokov šport, mislim, da sem 750 tednov v sredah posnel zaporedoma. In on je bil ta njegov poročna priča, njegov skakalni trener, moj soskakalec Zvone Pograjc, ga je vedno pripeljal, ali pa vedno je pripeljal nekoga drugega. Tistimi talentiranimi, tudi Rogliča, ki je bil že takrat res dober, v tisti generaciji. In on je bil fantastičen skakalec. Je pa bil, vem, zelo kamikaza skakalec. To se pravi, to je, preveč se je vrgel naprej, so rekli. In to je bil verjetno botrovalo tudi tem padcu v Planici, kateri se pa ni glih najbolj pobral, tudi mislim, da si takrat nekaj še kasneje kolenske vezi, koleno poškodoval, vem, da je potem veliko bicikliral. In jaz imam tekaško progo, dokler sem imel kolena čisto zdrava, mimo njegove hiše speljano. Jaz sem velikrat se tam ustavil, pa smo se pogovarjali. Tudi potem, ko je šel že na kolesarsko pot, je še včasih prišel k meni v studio. Tako da sva sigurno posneli 6-7 oddaj in on je bil sicer ne glih zgovoren, ampak vse sem jaz. Tako da je kar šlo. Ampak sem bil kar ponosen potem, ko sem gledal te Eurosport oddaje in me včasih kdo pokliče, Igor, na televiziji so, kje? Na Eurosportu. Pa jaz delam na Eurosportu, in so te posnetke daje, ki je bil še Roglič zelen, pa Majmin zelen, pa potem že odrasel. Tako da ga spremljam, seveda, ampak jaz sem eden tistih, ki Rogliču privoščim zmago, ampak jaz so privoščim tudi Tadeju Pogačarju, ker če pač Roglič ne zmaga, ne pa Tadej. In jaz ne razumem tistih, ki Roglič pade, pa to se pogosto zgodi, žal, ko potem rečejo, zdaj bomo pa za Vingegaarda navijali, sam da ne bo Pogačar zmagal. In to je meni, čakaj, Pogačar je pa Rogliča premagal, a Roglič ga pa ne bi. Vse tekmujemo zato, da drugega premagamo. Kaj pa delamo celo življenje? Tekmujemo, razen jaz, da ker ne morem zmagati. Vedno znova me spravljaš v dobro voljo. Igor, ja, tako kot si sedaj dejal, ja, se popolnoma podpišem tudi pod to, pa smo imeli kar nekaj debat v naši tekaški in širši družbi. Ja, nekdo za Rogliča, drugi za Pogačarja. Jaz nisem več tako navdušen spremljevalec športa, bolj od strani opazujem vse skupaj, ne vmešam toliko čustev v to in pravim tako kot ti, jasno, Slovenci se včasih res delamo iz belega kruha norca, ja, imamo 2 najboljša kolesarja ali pa 3 med 6 najboljših na svetu, kaj takega, pa se potem med sabo dajemo, kdo je boljši, namesto da bi šli na enega, na rundo ali 2, pa nazdravljali
kateremu koli tisti dan pač se že uspe zavihteti pač na glavno stopničko. Res, res. Smo nekaj posebnega Slovenci, da če ne rečem, ko si omenil Rogliča pa njegov padec. Ti si se tudi preizkusil v skokih, baje, koliko je tvoj rekord? Mislim, da 54 mislinja na ena tekma. Pa meni je bil en drug problem, ne. Jaz sem že takrat skakal, ne. In jaz sem bil zelo slabo ocenjen, ampak jaz se spomnim, mi smo spali, ko sem bil še otrok, brat, jaz, mama, ata, v istem cimru, soba, spalnica. Mi smo imeli samo kuhinjo pa spalnico. In včasih je moj oče bil tudi skakalec, včasih je prišel na kakšno tekmo oziroma na kak trening, mi smo vsak dan trenirali, ki je bil sneg na Kiševški skakalnici, takrat je bila, mislim, da 45-metrska, kar dosti, za prvič kar dosti velika, ne. In vem, da je pogosto kar hitro zginil iz treninga. In no, enkrat, ko še nisem spal, sta se nekaj menila, prav oče, sem mu jaz rekel, ne. Jaz tega mulca ne bom več ogledal, ta se bo šel bo enkrat, ne. Menda sem zelo agresiven. Jaz, če sem padel, jaz sem redko padel. Včasih so padali tako, da so podrcali z roke nazaj, na rito, ne. Jaz, če sem govoren, ko sem salto naredil. Če salto narediš, verjetno sem bil, tisti, ko so nazadnje prileteli, so bili prepozni v drivi. Jaz sem bil pa ponavadi kar dosti fizično pripravljen, sem bil prehiter in bo to pa obrne, ne. Pa mi smo si sami montirali šponarje, ne. Tako da, buhve, kako sem si jih jaz namontiral. In salta, in enkrat, mislim, da sem bil 16-17 let star, salta, malo nezavesti, se poberem, smučke na rame, na zalet nazaj, smučk nisem mogel dol dati, ne, sem porekel, da imam ramo spoheno. In to pa strašansko boli, tako da jaz tudi Rogliča razumem po tej poškodbi, ne, sva govorila, vem, kako je to neprijetno. Meni so sicer to potem naglihali, boli in potem je še 3-krat bolel, ker se mi je še 3-krat to naredil. No, potem, ko se me je pa to še 5-tič, 10-tič, 25-tič, 30-tič, to pa zdaj ne boli več, to se pa zdaj sam nagliham in to, ne. Pa je to. Je bilo pa narodno včasih, koliko sem tudi fuzbal igral, me je kakšen igralec za roko potegnil. Vstal. Kaj pa je, roko si bi spaknil, ne. In potem je kjer malo narodno še bolj potegnil ven, ne. Tako da sem se jaz pa kar sam rihto, to se zrihta, ne, mislim, živiš s tem. Imam pa srečo, no, ali pa smolo, leva roka je to, jaz levo košarko igram, ne, tako da tam ne z levo mečem, čeprav z desno pišem, tega pač ne morem več, ne. Nisem več Luka Dončić, da bi bil tudi natančen. Mimogrede, se nikoli nisem bil, ne, ampak. Slovenski šport je imel, Jana Bokleva pred Janom Boklevom, očitno, Primoža Rogliča pred Primožem Rogličem, na žalost je Gošte padel prevečkrat na skakalnici, da na kolesu potem ni mogel, Imeli smo Dončića, pa leva roka ni šla, mislim, kakšen potencial, nič čudenega in to, in zdaj imamo ultramaratonca, ki bi bil lahko tudi novi Mrole, pa ne pije toliko očitno, da bi bil tako dober. Ne, to pa ne. Tako da, mislim, Igor, ti si res zakladnica, rekel, tudi športnih spominov, pa fuzbaler 38 let, kako ti uspe v 38 letih dobiti samo 2 rumena kartona, pa nobenega rdečega, to mi pa ni jasno, ne. Posebej, če igraš na poziciji, če nisi ravno golman, ker si bil samo 2 leti. Zdaj, kdo bo rekel, da sem bil večinoma časa na klopi, ne? No, to sva za zlobne že zdajle, dala, da to ni res. Ne, nisem bil. Sem bil, jaz se spomnim, potem enkrat, ko smo v drugi ligi igrali, pa mogoče tretja, sem pozabil, so trenerji že zahtevali včasih, ko je šlo nasprotno moštvo proti napad, prekin, ne, to pomeni podri, ne. Zdaj, mislim, ne morem jaz, to ni pošteno, da jaz enega tamle prekinem, ne, podrem, pofoliram, ne. In jaz dosti hiter sem bil, jaz sem ga že ujel in brez favla, ne. Sam to, vem, da enem trenerju to ni pasalo in me je res kdaj postavil v rezervno ekipo, kot da sem igral kak drug polčas, ali pa manj menj. Ampak nekako so se trenerji navadili name, jaz sem bil, kako so že rekli včasih, nisem bil ne ustvarjalec, nisem bil ne golgeter, delavec. Meni so rekli, tistega,
Jaz sem tako pozabil od prejšnjega leta, so rekli, tizgala, ko si ga lani pokrival, ma koga sem jaz lani pokrival. Tizgala pokrivi, Fleischter, in jaz sem dobesedno tizga Fleischter, sem laufal za njim, se spomnim včas, na kakšnem malem fuzbalu tudi, je kdo rekel, pa te mulc, nehi že tam okoli mene skakati, ne. Ampak kako je s favlom, če se le daje, tako da še tiste 2 kartona sem dobil, po mojem, sem dobil zaradi svoje neumnosti, ker nekaj cajta so bile pravila, če sodnik zapiska, da pač ne smeš več droge prijeti, ne, jaz sem jo pač prijel, pa jo dal, ne, da bo favl strelil, je bil karton, to je to. Zaradi favla pa ne, mislim, da nobenega. In, je pa to v zdajšnjem fuzbalu verjetno ne moš uspeti, ne. Zato pa nisem uspel, ne. To moč biti malo žlep. Pa mimo grede, ne, prej, ko si govoril o tistem Dončiću pa to. Ma jaz nisem promila, ne enega, ne drugega, ne tretjega. Tako da, delče tega. Ampak probal sem pa, ne. To sem za nalašč malo sprovociral tudi tebe, ker baje so te v življenju premalo hvalili in zdaj, ko te kdo pohvali, kar zacvetiš, ne? In ješ iz roke tistemu, ki te hvali. Ja, zato tisti, ki te... Ne se, da te malo heca, ampak mislim, se vsakemu od nas... Zdaj prekinem. Lej, Marko, samo malo. Res, tole, kar se rekel od hvale. To moram povedati. Jaz sem enkrat svojim bivšim lastnikom na televiziji med razlogom, zakaj sem šel stran po 15 letih. To je bil verjetno največja. Zato, ker me niste niti enkrat pohvalili. Pa menda sem te pa kdaj. Ma niste, še to ne veste. Se rekel, vsak vodja, vsak trener mora vedeti, kjer ga mora pohvaliti, kjer ga mora pa malo pokritizirati. In jaz sem eden tistih igralcev, ko sem cepljen na pohvale. Če mene trener pohvalil, jaz sem crkno tam na igrišču. Če te pa pokritizirajo, pa to meni morala pade, ne morala, samo zaupanje. In tako da v trenere je kar veliko odvisen. Pa tudi od vodje, kakršnega koli. A je zna pohvaliti, a je zna oceniti, kateri igralci za pohvaliti, kateri delavci za pohvaliti, pa kjer je malo za pokritizirati. Pri nas je pa preveč tega kritizerstva, ali pa to, pri nam je preveč tega, če zmagamo, smo bili vsi dobri, pa sem jaz mogoče igral katastrofalno slabo, ampak smo bili vsi fajn. Ko smo pa zbili, sem pa jaz igral življenjsko tekmo, smo bili pa vsi za nič. Ja, ta uravnilovka v Sloveniji, ki je na vseh področjih še čisto preveč prisotna, pa ne bova, zakaj je še prisotna, ne po toliko desetletjih, ne preveč razglabljala, ampak se strinjam s tabo, res je tako v športu, v delu, ja, tisti, ki moče štrli, se mora prilagoditi ostali, rekel, v povprečni množici, ravno zaradi tega, da ne štrli preveč in veliko slabe volje, pa morda veliko izgubljenih priložnosti zaradi tega je v naših koncih, tudi v športu, ampak se pravim, da ne bova preveč zašla v te vode, ker vem, da bi tudi v tem ti marsikaj imel zapovedati. Povej mi, glede na to, da godi pohvala tebi, ko pa ti, se pravim, vodiš kakšno ekipo, pa v neko družino in tako naprej, si radodaren s pohvalami, ko so pač zaslužene? Mislim, da sem kar rad pohvalim. Pa ne zdaj samo v obliki kakšnega sladoleda, da gremo na sladoled, ampak se mi zdi, zdaj smo bili z vnuki 4 dni na morju, v prikolici, to si lahko misliš potem, koliko delajo, ne? In seveda je, ko smo plavali, ne, da jih zadržiš pa je v vodi, v morju, je treba malo pohvaliti, ne, kako lepo plavaš, kako se fajn potapljaš, ne. Se mi zdi, da dobijo elan. Zdaj, če sam kritiziraš, vse včasih treba tudi kritizirati, se mi zdi, da zdaj v tem šolskem sistemu pa nasploh v družbi je preveč samih pravic, pa premalo dolžnosti. Ja, pravice se nekje končajo, se začnejo dolžnosti. Treba tudi kakšne dolžnosti izpolniti, kakšno delo opraviti do konca, ne pa samo vedeti za svoje pravice, ne. Tako da, isto pa pri pohvalah, seveda je treba da tudi pokritizirati, ne. Če ti kdo kot blisk čez cesto leti prometno, je treba malo za roko nazaj potegniti, ne, na trg. Mi smo včasih tudi kakšno dobili, ne, zdaj je to bogokletno, ne. Ampak verjetno
se ljudje, ko tole spremljajo, strinjajo, da nimamo nobenih travm. Smo dobili kako toplo okoli ušes včasih. Pa če Ja. me je kdaj očel kak kot poslov klečat. Jaz sem tudi odraščal včasih, ko sem bil še najstnik, ja, ko je propadala Jugoslavija, tako da poznam 80 dobro, pa tudi kakšno vzgojno metodo, ja, ki je danes pač, zrela že za socialno službo, ne? In se strinjam, da morda včasih, pa ne da bi zagovarjal kakršnokoli nasilje, Bog ne daj, ampak danes smo pametni, da vemo, kako postopati, ne? Pa se mi zdi, da še tisto, kar imamo na razpolago včasih, ne moramo uporabiti, ker je to že lahko potem psihično nasilje, pa mobbing, pa ne vem kaj, ne? Če samo hočeš podučiti, rekel, otroka o tem, kar si prej dejal, ne? Bral sem tudi knjigo, ne vem, Varuh otrokovih dolžnosti, se mi zdi, da bi bil naslov te knjige, ne? Kjer je not popisano, da otrok ima seveda pravice, ne? Ki jih ima danes še nikoli toliko kot jih v zgodovini kot sedaj, ja, ampak po drugi strani se pa včasih pozablja, da tudi otroci so del družbe, odraščajoči otroci, pa sploh, in če hočejo biti kompetentni posamezniki, se morajo to tudi naučiti. Kdaj se bodo pa naučili? Ja, v vsakodnevnem življenju, seveda, ne. Bog pomagi. No, zdaj, glede na to, da imaš ti veliko življenjskih izkušenj, ker si postal oče, skoraj da istočasno, ko si postal polnoleten, kar je ja, mislim, to je danes. Polnoleten sem otroka že delal in 18-letni sem ga še dobil. Nisem bil še 19 let star. Mislim, danes skoraj da, mislim, jaz ne poznam mlajšega od 60 let skoraj da, no zdaj tebe poznam, ne? Ki bi že imel, rekel, družino, otroke pri najstniških 18 letih. Tebi je to uspelo, zdaj najbrž ne namenoma, če bi se danes to zgodilo, recimo. Namenoma. To je bilo čisto načrtno, tudi v tisto šolo, ko sem jaz hodil, seveda sem si izbral svojemu učnemu uspehu v osnovni šoli bistveno prenizko, ampak jaz sem hotel delati s pisalnimi stroji, ki jih zdaj ni več, mimogrede. In ker mi je v šoli kar dobro šlo, so mene učitelji vzeli pod roko, boš ti kar diferencialne izpite naredil, takrat se je to še dal in boš kar tehnično preskočil, pa boš ti na fakulteto, boš eden iz naše šole in ga Teksasa v Ljubljani. Sem rekel, jaz se bom oženil, jaz bom družino ustvaril, tako da, in to je to bilo, ne. In evo, še traja. Izvrstno, no, to še bolj sem navdušen nad tabo, ker poznam, pa sem se spoštovanje, dragi 18-letniki, tole gledate, poslušate, ampak skoraj da bi težko danes 18-letniku prisodil, da je katerikoli 18-letnik v Sloveniji sposoben, rekel, ne zaploditi, pa ustvariti družine, ampak recimo ohranjati to družinsko celico, jo vzpostaviti, ne, pokazati mogoče zrelost, odraslost in tako naprej. Kaj je tebe prignalo tudi v tvojih časih, mogoče je bilo to bolj pogosto, ampak vseeno, no, 18-letniki se niso ženili kar vse povprek. Ja, bolj kot ne, sem bil redki, mogoče kakšna sošolka rodila pri 18 letih, ne. Dekleta so mogoče se najprej vezala kot fantje, jaz sem bil res mogoče unikat takrat. Vse sem čas zdi, da sem še kar kdaj pa kdaj pri kakšni zadevi in seveda so bili malo v moji ožji družini malo šokirani, ko so zvedeli, da bo en tak mulc, ko mu še brki niso rasli, se njim ga bi meni še zdaj bo šlo oče, mislim, to ne bo trajalo pol leta, ne, to bo hiter konc. Je pa res, ne, jaz sem bil takrat, sem jih mogoče še presenetil, ker sem pa hotel videti, kako se otrok rodi, ne, in to tudi takrat ni bilo običajno, in sem hodil na tečaj, jaz sem skoraj barca ratal, ne. Jaz sem imel 2 meseca tečaja, ne, in je bilo res zanimivo. So me crkljale tiste sestre tam, ki žena rojevala, pa te cel dan traje. In sem jaz se rekel potem, ne, ko sem videl, kako to trpijo, ne bom jaz otroka več naredil. No, potem je pa žena rekla, da bi še imela enega, potem sem pa žal, ne. Koliko si se še potrudil? Ampak 6 let je trajalo, ne. Da te je prepričala, 6 let. Igor, ne, ampak po 6 letih. No, zdaj mi boje, glede na to, da se danes mladina
odloča za otroke šele v srednjih letih, skoraj da. Ne. In odlašajo, ker eden od razlogov ne bi bil, ne, da jim življenje pač ne bo prikrajšano, ker v 20-ih, po zgodnjih 30-ih se je pa treba izživeti, pa svoje ambicije tudi na poslovnem področju in še kje pač razviti in tako naprej. Si ti kaj bil prikrajšan zaradi tega, ker si bil pri 24-ih že dvakratni očka? Ne, jaz recimo, ko smo se mi odločili za družino, ne, to ni bilo zdaj kar tako slučajno. Moj brat je rekel, a si šel prepozno iz vlaka dol? To je zanimivo, še zastopal nisem v bistvu. Okay? V Trbovljah, v Hrastniku? Ja, ne, jaz sem se recimo na svoji fantošnji fajn napil in jaz sem takrat alkohola nisem poskusil. A to je prej, mogoče sem se ga da sem se ga malo kadil, ampak od takrat jaz alkohola nisem poskusil in jaz sem bil malo črna očka, ne, zdaj v tem okolju, ker nasploh se v Sloveniji veliko pije. Takrat je bilo to tako malo bogokletno skoraj, da si ti abstinent. In jaz sem dostikrat včasih komu, ki me je res nadlegoval, pa daj nekaj spi, pa meni se je hčerka rodila, ne. In jaz sem pol čas rekel, veš kaj, se bi, ampak jaz sem zdravljen alkoholik, sem bil zdravljen narkoman, ne smem, ne. Ja, v redu. In potem je on verjetno svoji mam povedal, mama, moji mam, ne. Je rekla, mama, ko pa ti govoriš tako, ne. Tako da na ta način zdaj je to čisto drugače. Zdaj te noben več ne vpraša, ali piješ ali ne piješ, ne. In takrat si bil pa kar tako malo, ne. Mene so kar tako malo postran gledali, bom jaz gledal zdaj druge, kako so pijani, pa bom to ženam govoril, mamam govoril, mislim, mi na pamet ne pride. Ko sem pa jaz izpit opravil za avto, pri 24 letih šele, ne, še tam smo ženo vlekla palčko, kdo bo potegnil daljšo in na smolo sem jaz, zdaj sem vesel, da sem jaz, ker imam sam res avto, žena, ne vozi, super. In je bilo to pa rešitev. Potem sem pa res vozil po tekmah. In so lahko drugi kaj spili. Jaz sem jih pa potem slišal, ko sem pijane domov pripeljal. Jaz edin, ko nisem nič pil. Ampak jaz sem to sprejel čisto tako. V glavnem je bilo zanimivo, no. Tudi jaz sam nisem vedel, kako imeti družino. Ampak očitno sem doma v svoji družini, pa žena tudi v svoji, bil tukaj normalno vzgojen, da smo vedeli, kaj so pravice, pa kaj so dolžnosti. In mislim, da sem bil jaz kljub svojim letom kar precej strog. In sem ponosen, da sem bil tak, ker sta si oba, tako hčerka kot sin, ustvarila družino, odselila, no to je pa tista prednost. Pri 40 letih si že skoraj prej. Imaš še celo življenje pred sabo. Tako, no, potem si pa, si prej, to si rekel pri 40, da si prej, daj si pa potem dobil prvega vnuka, zapaziti par let kasneje. Mislim, da 44 let. 4 leta čistega 15 užitka. let, ja, evo to. Vidiš, In zdaj, a veš, pri svojih otrokih vzgajaš, vnuke pa crkljaš. Ja, seveda, vse jim daš, kar prej. Vzgajaš, ampak pa predvsem se bolj bojiš, ne. To pa Da se ne bo definitivno. kaj zgodilo. Ipak to niso čisto tvoji, so že od hčerke pod sinom. Tako da je pa večja odgovornost. Zelo mladosten si, Igor, za skorajšnjih, da že lahko poveva, 60 let, kaj je tvoja skrivnost? Se pravi, da si imel zgodaj družino, da ne piješ alkohola, da imaš, bom rekel, živahno srce, mislim, vse lase, pa še vse zobe imaš, mislim, noro, ne, pri teh letih, ne, očala imaš samo zaradi tega, da gledaš bolj učen, zdajle na kameri. Ja, Mislim. samo zato, ja. A veš kaj, očala imam zato, ker na blizu šok vidim, se veš, tisto, ko si ti roke daljšajo in zdaj tebe bi tako bolj meglenega videl in ima brez veze in po bi skus mislil, da je kaj s kamero narobe. In dobro je to gore. Ne, mene hitro kaj iztira vrže. Bi mogoče rekel, da sem pesimist, ampak jaz sem neizmerno pesimističen optimist, ali pa bolj optimist. Jaz kar težko, mi smo šli včasih na morje, pa je hčerka rekla, oblačine, danes bo pa slabo vreme, katastrofa, kak slabo vreme, ne. Mislim, da bo kar ven šla iz avto, ne, bi zdaj od slabega vremena govori, če smo mi na morju, ne. Tako da za mene ni slabega vremena, nasploh sem zadovoljen z življenjem, tudi življenjem v tej naši Sloveniji, čeprav zelo kritično kakšno stvar napišem včasih, sem kritični opazovalec, ampak
Ma ne bi jo zamenil za nobeno državo, kakšna druga Švica. Ma nočem jaz biti Švica. Kaj je tistih 6.000 evrov ali frankov zaslužil, to, kar imamo mi, ker ne bo tako. No, lahko je še malo boljše. Ja, da se jo Jaz mislim, da ta preveč optimističen pogled na svet, no. Pa, jaz ne vem, no, jaz sem njemu kar srečal, pa imam srečo ženo, ne, in hod po živcih. Kot Me očitno pusti. po pravih Me- živcih ti hodi. Me pusti tiste svoje zadeve in je to. Ne. V teku so omenjeni eno rekla, po Ljubljano si šel na polmaraton, ker nisi mogel zmagati. Potem Čeprav- si ja, Tu zvoli. Vse 1,40, 1,44 se mi zdi, da sem imel rezultat. Zdaj, ko gledam nazaj, sploh ne vem, če bi ga zdaj predlaufal, ne, tako, ne. Za mene je bilo to kar fajn, ne, za enega amaterja. Ampak to tisto, ne, ko ne moreš zmagati, ne, bi te tam še stul pred tabo, 200, ma kaki 200, par tavžent, ne, ti Brez pa veze. misliš, da si dober, ne. Brez veze. Ampak tek si pa ohranil in Ja. vseeno potem te razdalje potem malo podaljšal. Si kdaj v teku, nisem našel v analih nikjer, no, ampak mi povej moče za sebe pred temi ultrapodvigi na štadionu, kakšen maraton tako za hec, za test. Moj najdaljši tek je bil ta 21, pa mogoče sem kdaj, mogoče sem še enkrat 24, potem pa takrat za tisto mojo 50. rojstni dan, Mitja Duh, tudi ultramaratonc, on je recimo, kdor ga ne pozna, Logarsko, tistih 70 kilometrov v hrib laufu s triklizkimi utežmi, ne, v rokah, ne. Mislim, to je vsakemu čas, ne, to je matronga, ne. Že tako te roke bolijo od tega gibanja. No in z njim, ne vem, jaz sem ga takrat gostil, on se je takrat pozdravil od mamil, napisal knjigo in jaz sem ga gostil na televiziji in ne vem, se rekel, ko pa če bi midva ultramaraton, oziroma če bi midva organizirali zasavski humanitarni tek, seveda ne sama, preko nekega društva, ker jaz z denarjem pa nimam rad opravka, to nemajo drugi. Društvo prijateljev mladine Trbovlje pa je ena taka humanitarna organizacija, dosti delovna, fajna punca tam, sekretarka dela, ki ji zaupam in evo, se rekel, pa greva 50, ne, to bom pa že, ne. To pa je to, ne, enkrat več, pa malo več kot tisto, ne. In sem mislil dejansko, da je to res easy, ne, kar tako neki, ne. In potem se je meni poškodba naredila, 3 tedne pred tekom, mečna mišica, tisto, ko se ti strga Ja, del mišice, na trga. misliš, da se dobro, pa probaš leteti, pa vidiš po 3 kilometrih, da spet ne moreš in jaz sem šel s Čeboklo v Celje in on mi tisto masažo svojo, ne, tisto cek, kar malo bole in kupsi kompresijsko nogavico, mislim, da je 50 evrov tisto nogavico in jaz sem dal tisto nogavico gor, čeprav meni je bilo to in boš lahko laufal, že jutri. Mene je to tako, ko bi mi eden rekel, dej, vzem birgle, pa boš šel, ne, to ni pozdravljen, ne, če moraš dati kompresijsko nogavico. In jaz sem tisto kompresijsko nogavico dal gor, šel leteti, mogoče sem 500 metrov deli pri laufu, pri 3 kilometrov pa pol, ista bolečina, to tisto ne moš, ne. In jaz se Mitjeta pokličem, ne, sem rekel, evo, bomo mogli predstaviti tole, pa jaz vem iz svojih klasnih poškodb, ki jih je bilo, ne vem, gležen 20-krat, 30-krat zvit, ampak to so te poškodbe, ko 3 dni si malo avti, pa gre. In to pa vem za take mišice, da je 3 tedne, no, minimum, da se to malo zaceli, če ni to obrniti na trgan. In smo pač mogli tek predstaviti in smo potem laufali, mislim, da aprila. In jaz sem tisto kompresijsko nogavico laufal in to se pa spomnim, Krči po 200 kilometrih, še tukaj gor sem jih čutil. Takrat sem spoznal, ko so to Krči. Spomnim se, da so tam na štadioni stave pobirali, tale pa dol držal. Vsi si mislim, me ne poznate. In potem pride cestnik, prav, ko pa imaš to nogavico gor, ne, sem rekel, imajo tisto kompresijsko, ma daj to dol, je rekel, to ti zapira, ne, ker je bila pa res tesna, ne. In potem sem jaz dol dal, seveda pil pa tudi nisem, jaz nisem vedel, da je treba piti. Žena me skozi nekaj sila, pa pust me pri miru, ne. In jaz sem se potem skozi leta navadil, jaz se takole pošlatam, ne, med tekom, v teli lukenci imajo, ne. In če je tole vlažen, je v redu, je pa to suh, je pa čez 10 kilometrov katastrofa, ne, ker pride za tabo tisti Krči, ne. No in
Vem, da smo potem nekako uspela odlaufati tistih 50 km na tem humanitarnem teku in vmes sem bil že seveda jaz malo optimističen, čeprav pa je potekal, sem rekel, nikoli več. Sem tudi, ko pa če šla mi, da pa 100, pa propad, ti nori, rekel, to ni enkrat več, ne, to je 5-krat več, kako 5-krat več, ne, to je samo 50 km več, ne. No in potem seveda nisva šla naslednji let več, take krajše, mislim, da je 32 let varstveno-delovnega centra, pa pol 32 km, potem enkrat en maraton, to je pa res porodila želja, da bi pa mogoče pa res enkrat probal 2 maratona skupaj, ne. Vem pa, da potem je cajta zmanjkalo, jaz pa ne grem reči čez tisto uro prijavljenega teka, ne se kaj naredi, pa bo odgovorna oseba potem kaj kriva, ne, zaradi moje trmoglavosti in smo nehala, mislim, da pa 82, tudi sta čez 2 maratona, in potem smo pa rekli, ko pa če šli enkrat 100 km, potem se mi pa žena Sabina Karaman, tudi dobra ultramaratonka, pridružila, Mitja se je umaknil, počasi imel dosti humanitarnih tekov, pa ga čisto razumem, ker tudi mene že malo mineva ta želja po humanitarnih tekih in s to punco sva se pa zelo ujela, ker jaz zelo nerad stečem z nekom, ki govori. Ja, 10 km malo lahko mi govorimo celo pot. Ko imaš pa to dolgo razdaljo, je pa fajn, da si tih. Včasih, kjer zdrav mene laufal, prijatelj, rekel, ne, se bom sam jaz govoril, ti bo kar tih. Jaz te tudi poslušati ne morem, ne, koliko imaš enkrat 60 km, to se v tistem svojem svetu, ne, imaš vmes krize, ta je pa fajna, pa še celo tako, ko midva tečeva, jaz po prvi krog laufam, ona gre pa zdrav mene, ampak je mičken v zadnji, ne pol metra, 10 centimetrov, da nimaš tistega občutka, da enega loviš. Mislim, da se hecno sliši, ampak meni je to groza. In potem smo mi imeli tam, recimo za 120 km, so se potem odločila, ko je 100 uspelo, čeprav takrat je bilo katastrofa, vem, da vmes smo v kaki uri, si šel malo na masažno mizo, na hitro se te malo pomasirali in jaz vem, da in gor sem težko prišel in dol zaradi teh krčev. Potem je pa ta Zoran Drnovšek, raketka, to je tisti, ki je med osamosvojitveno vojno se streljil prvi helikopter nad Igom, eno prehransko dopolnilo, res, neke ene alge, ne manj, da ti pomaga, tako da daš malo na zobe, na dlesni. In recimo, da jaz to zadnjih 5 let uživam, to je edino, kar jaz uživam, pa še to tako, ne več, kar pozabim, ampak kdaj pa vzamem. No, in jaz nimam več teh krčev. Vse je tako hudih, ne. Je prej pa, to je bilo, mislim, groza, ne, ampak ok, ne tako takrat na 50. In potem je kar šlo, tudi tista, 120 potem ni šla, zaradi tega, ker nama je časa zmanjkalo. Videla sem zjutraj ob 7, se mi zdi začela, je pa ob 8, ura je bila že 10, ko sem videla, da še kar laufala zvečer, ker jaz, to se zdaj sliši zelo počas, pa dejansko je zelo počas, ampak jaz vmes snemam reportažo tudi. Imam snemalca in če pride recimo Marko Roblek, ga potem pointervjuje, če pride kakšen drug znan, Tekači, Peter Kauzer, včasih pride kakšen politik, ne, da moš tudi vprašati, če je kaj daroval za humanitarnost. In ipak to traja 2-3 minutke in potem je kar težko pa je spet zalaufati, ne. Včasih imaš kakšne prebavne težave, moš v WC laufati vmes, se dogaja. In ker se je bila tista ura že 11, midva sta se malo spogledala z Sabino, 1 ura je bila že tako preko tistega, vsi so bili utrujeni, tisti spremljevalno osebje, ta Folka ni bilo nobenega več, ker ipak za svojih gremo kar malo spat, ne, ali pa v gostilne. In potem sva rekla, nehava, to pa deva. Tako da 108 je bilo največ in mislim, da tudi nikoli več ne bo. Poškodbe ne delujejo, leta pa tudi. To si v različnih kombinacijah z različnimi soorganizatorji pa ekipami zdaj postavljal, ja, tamle v Zasavju, na katerem stadionu ste vedno, na Rudarju, ste kje drugje, se malo lokacije menjajo, to mi malo povej. Zdaj, praktično 12, zdaj bo 13. 12, recimo od tega že štejem, da bo, 12 je bilo na Rudarju. Čisto za enega preprostega razloga, ker Rudar ima dobro atletsko stazo, Bolica je blizu, zdravstveni dom,
mislim, se malo šalim, ampak ok, tudi to je dobro. To Če kje pride pride prav, če treba, ja. urgenca, imamo urgentni center tudi, ne. Poleg tega je tam gostilna, sanitarije, res je to pa center mesta. Zdaj v Zagorju atletske steze nimamo, imamo neki na Izlakah, ampak to je 300 metrov. Zdaj čas, ki reče, zakaj pa v Zagorju ne laufaš, kje, na 300 metrih, ne, ker 300 je pa 400 metrov za enega, ko teče 400 krogov, to je velika razlika. Koleni jaz že tako smeri menjam, ne vem, po 10 kilometrov zamenjam smer. Ker če ne, skozi ena stran obremenjena, čeprav, Marko, se čudno sliši, ampak kroge zamenjam, imam jaz občutek, da hrib laufam prve 2 kroga, ne. Ker imaš to, cak, ne, in potem pa, kaj je zdaj to, ne. In Trbovlje je res, pa še tako, središče Zlatoja je za mene. Trbovlje je veliko mesto, eno samo mesto, recimo Zagorje ima Izlake, Kisovec, Zagorje. Pa ni atletske steze. No, enkrat smo pa v Hrastniku, ko so odprli njihov športni park Log, in tam so tudi novo atletsko stezo, ampak je tudi, mislim, da je 340. Ampak je pa zelo okrogla. Ni tisti ojstri ovinki, vse poznam. Čeprav, a veš, jaz, ne vem, mene so včasih spraševali, kje boš laufal? Kroge? Ja, a kje treniraš kroge? Ma nič ne treniram kroge, ma kaki. Jaz jih imam za tistih 50 kilometrov dojaz, da je kako, pa ti noš psihično pripravljen, pa to jaz če šel zdaj laufati, 10 imam tek, in če bom šel zdaj tukaj, ma jaz ne laufam tudi 20 krogov, ne, ker mi je dolgce. Je pa tudi drugo. Ko je pa tek humanitarni, jaz pozabim, kako je bilo prejšnjo leto, in pridejo razni tisti, za katere laufam. Jaz sem dostikrat laufal za onkološke bolnike. Ko te objamejo, ko pride Tadeja Brankovič, pa te objame, potem za Downov sindrom, osebe z Downovim sindromom. To so prijetni ljudje, poznajo me tukaj v Zasavju, in ko pridejo oni ali pa s cerebralno paralizo, ko gre s tabo en krog, no tudi tukaj meni časa malo vzame. Seveda grem jaz s takim, si bom vzel čas, tudi če doj padem potem, ne. Multipna skleroza, ne, in to so osebe, za katere res čutiš, da ti da energijo. Je pa res, da včasih smo mi kroge pisali, številke 1 do, recimo, ne vem, zdaj bo 150 številk, ne. Ampak to še gre. Prej je bilo pa 400 napisano in sem bolj jaz recimo pogledal, 200, še 200, mislim, jaz pa že crken čist na pol, ne. In potem smo začeli kar ure pisati. Vsako uro, teh je pa samo 10 ur, to pa bomo že, ne. 5 ur bomo že. Mislim, 200 krogov, to je pa psihično, te pa res lahko stre, ne. Tako da letos upam, da bi zdržal, ampak teh 150 manj, da bom pa že, no. Vseh teh izkušenj. Si preštel? Ja, izvoli, zaključi misel. Mislim, so te stvari, ta support, zdaj sem se že pač navadil, da če mi je žena tam, če opazim, da pač cajt za pit, pač spijem nekaj. Ampak, ne, Tina Gaber, prosim, kar ne poslušaj tole. Jaz ko laufam, prišel domov, pa si bom špeh narezal. Mislim, halo, oprostite vsi vegani, vegetarijanci. No, tam jem pico, pršut, vse mi paše, preki konci ne. Čips, menda zaradi soli, Coca-Cola. Jaz se sicer ne pijem, ampak kaki tista prehranska dopolnila, ne vem, razni geli. Jaz sem enkrat, mi je tam v atletski klub tudi v Trbovljah, so mi dali enkrat en gel, tisti pač rubo, ne, so videli, da sem zelo zmatran, jaz sem dobil koprivnico, ko bi me koprive pošarale, tako da jaz nič tega, mislim, jaz sem prašljal, kar se tega tiče. Coca-Cola ti da pa užilo takoj, ne. Take stvari pašejo, in je pa res, ne, verjetno ravno zaradi te Coca-Cole, zaradi tega adrenalina, aj bo tek uspel, aj bomo kje nabrali gnarja, aj ga ne bomo, pa tisti objemi, veš, ki je bilo hudo, ki je bil COVID, ko smo se nedeljč objemali. In jaz vem, da jaz ne vem, če tisto noč, ki spim, pridem domov, ne, pa jaz že tako slabo spim. In tako da komi čakam, da zjutraj lahko vstanem, da grem potem malo po Zagorju ali pa po Trbovljah, se malo pokazati, da si še živ, ne. Me pa nič ne boli ponavadi poleg drug dan, no, zdaj me nič ne. Zdaj ne vem, kaj bo s kolenom, recimo, da bo, ne. Noro. Kako izbirate prejemniki teh sredstev vsako leto? To društvo, Prijateljev mladine tam izbere, to skupaj izberete,
Kako poteka ta Zdaj, postopek? zadnja leta največkrat, ker Društvo prijateljev mladine Trbovlje je po mojem eno najbolj aktivnih teh društev, od varovanja otrok do organizacije različnih prireditev, mislim, vsaka in čast, tako da jih jaz teden tekam obremenujem. Zdaj jih ne bom več, to je ta zadnji. Ker meni prepuščajo to, se pa spomnim, ena zelo znana gospa, Ija Čop, Podkom, kjer imajo gostišče Čop, zelo znano, njen sin Lojze Čop, mi je enkrat rekla, Igor, veš, to zbirati osebe, za katere zbiraš denar, za katere tečeš, je zelo stresno, pa sem si mislil. Ne? In potem sem videl, ko smo prvič zbrali, je potem srečajo različne vrste invalidije, pa bolni ljudje. Igor, kdaj boš pa za mene laufal? In si potem rečeš, za tizga, pa bi mogoče res lahko za tega, ne? Tudi kar obremenjujoče. Jaz bi kar za vse rad, ampak se ne da. Tako da zdaj zadnje 3-4 leta, kar društvo multiple skleroze, zdaj recimo društvo ASPI, so tisti, včlanjeni pa VDC in bo vsak pol sredstva dobil, ko bo zbranih 100% zbranega, ne? Nič ne gre za nas, ne? Nič ne gre državi, so na sreči humanitarna organizacija in se njim potem vsakem polovico nakaže, oni pa že vedo, ne, zakaj bojo ta sredstva porabili, jaz nikar ne vem, ne, kaj je najboljše za njih, ne. Kar bojo, seveda nam pa poročajo, zakaj so denar porabili, ampak sej, to je pa tista druga žalost, celo let se matramo, treniramo, zbiramo denar po raznih slaščičarnah, ko imamo nastavljene škatle, pa potem v vseh teh letih smo mogoče zbrali blizu 50,000 evrov, ali pa bomo, dokje prišli, ne, pa si rečeš, potem pa na enem radiju recimo 2 milijona zberejo, ne, in si pa rečeš, a imaš še smisel? Čeprav ni sam smisel zbiranja denarja, več smisla je v tem, da ozaveščamo ljudi, da na svetu živijo tudi drugačni ljudje, v narekovajih drugačni, ampak sej, če je nekdo na vozičku, je drugačen, ko mi hodimo, ne. Če ima nekdo multiplo sklerozo, ipak ima drugačen način življenja. In da jim pa mogoče, ne vem, nekaj pa tudi pomagamo, da grejo mogoče lahko na kakšen 3-dnevni izlet v kakšne toplice, pa se imajo 3 dni fajn. Recimo onkološke bolnice, za katere smo laufali, so ta denar porabile, zato, da so šli 3 dni v Radence. Mislim, mene srce igrajo, ne, super. Nisem njemu nekaj od tega, ampak vse se mi zdi, da je premalo odziva tistih, ki imajo denar. Jaz sem tudi kakšne vrhunske športnike zaprosil, ne, da je za kakšen dres, pa bi ga mogoče prodali, pa ni bilo odziva. Kolikor je pač samo nagrajujoče nekaj takega narediti, praviš emocije, ogromno vidiš iskrice v očeh ljudi, pa tudi, če dobijo 100 evrov, pa 200 evrov, 100 evrov več kot nič, ne. To je človek, ki se za njih trudi, pa čeprav samo teče, pa po slaščičarnah zbira kovance vsak teden, pa na koncu prešteva, pa objavi na Facebooku, zato, da bi še kdo prinesel kakšen kovanček, pa ljudje pravijo, toliko je že teh dobrodelnih zadev, vse ne uspemo, ampak ti se še vseeno trudiš, ne, kljub vsemu, ja, osveščati, pa nekaj dobrega delati. Ja, na eni strani, na drugi strani pa praviš, cel kup enih razočaranj, najbrž tudi, kot si rekel, ja, ne moreš vsem pomagati, pa vidiš, po mojem zdaj, ko vidiš v teh letih vse te ljudi, jih vidiš še več, ki nikoli ne bodo prišli mogoče na vrsto, ne, pa bi prav, da bi prišli po vseh teh zavrnitev morda, pa morda koga, ki ti reče, da si neumen, to počneš, ne, država to zrihta, ki se pri nas sliši in podobno, ne, ker se mi zdi, da je, mislim, najbolj priročen izgovor za vse, kar kdo noče narediti, ne. Ja, te praviš, ne, na eni strani polni, taka stvar pa tudi potem izčrpava na en način. Bo res zadnjič leto. Ja, zdaj moram skoraj reči, no, ker če ne, me bo pa žena za ušesa. Imam že malo dosti. Bo, ampak humanitarno, tega se jaz ne bom več, da ga bom sam zorganiziral, ravno zaradi tega razloga, koga zbrati, je težko, premalo se mi zdi, da zberemo. Jaz sem neizmerno razočaran, recimo tudi nad šolskimi ustanovami. Če je v Trbovljah, se pride neki šoli in mi rečemo, včasih smo šli tudi na šole, pa smo povedali, ne, da bom jaz 100 km laufal, pa so tam sprašvali, pa je to.
od tukaj pa do Ljubljane pa nazaj. Aha, to bi jaz tudi lahko, ne. In potem rečeš, dajte prosim, namesto enega sladoleda, dajte na stran pa prinesite kaj 1 evro in potem učitelji rečejo, ja, mi pa tega pač ne smemo, ker država ne pusti. Kaj ne pusti? Rečete otrokom, saj ne boste ukazali otrokom, rečete, prinesite na tisti tek 50 centov, dajte kaj v škatlico, pa boste dali za tistega invalida. Ampak ker ne, tudi ne organizirajo, da bi prišli, redki pridejo, potem so problemi, ja, pa mi ne moramo iz Zagorja priti, ker je treba avtobus organizirati. V glavnem, mi smo mojstri delati problema tam, kjer jih ni, vse konec koncev lahko pa po šoli prideš, popoldne, z mamico pa zatekom. In tega pogrešam, ne. Recimo tista prazna ura od 12 do 4 ponavadi, dokler ne začnejo prihajati na trening nogometaši, je prazna ura. Takrat je bolj prazen tam na štadionu. Dobro, te včasih malo muska laufa, da se sliši, da se nekaj dogaja. In tiste, težko takrat laufati tam, ne, pa sem mišljen, za kjerga, ne, če jih ni. Tako da letos se mi zdi, upam, no, da bo, mi smo recimo tudi želeli, organizatorji, da bomo šli po občinskih svetih, ker mi vsako leto prosimo tudi občine, 3 zasavske, da ki darujejo v ta namen in moram reči, da je to in kupene papirologije, na koncu pa mogoče se odločijo za 300 evrov donacije, ok, hvala jim, moj poklon. Ampak mi smo bili pripravljeni ta projekt, da nam daje 5 minut, pa ga predstavimo na občinskem svetu, zakaj je pomemben, ne. Ni povabila in potem te malo mine, ne. Ampak, kakor se poznam, tudi vmes teh humanitarnih, komu hiša zgori, jih seveda me poznajo, pa se obrnejo na mene, a poznaš koga, kjer bi lahko, aj kakšno oddajo posnamem, pa kjer lahko račun nakažejo, aj se s kakšnim sladoledarjem zmenim, zanimivo, ne, pri teh sladoledarjih, ki niso nekateri rojeni v Sloveniji, se da vse lepo zmeniti, tisto škatlo ustavijo, ne komplicirajo, tudi sami kaj vržejo noter. Pa kakšnem avtohtonem Zasavčanu, ki ima kakšen gostinski lokal, rečem, a bi lahko postavili, no, se nekih je, mimogrede, a bi lahko postavili eno škatlico, da bi, ja, pa bo kjer ukradel, je pa jaz pravim, pa ne je ukradel, mislim, pač bo ukradel, saj ne bomo vedeli, koliko je ukradel, ne vemo, koliko je škatl, ne. Mislim, znamo komplicirati, pa to, kar si ti prej rekel, ne, mi pred tekom gremo ponavadi na tržnico, Predvojsko, na Hrastniško in postavimo stojnico, imamo nekaj dobitkov, denarja ljudje ne dajo mogoče dobitke, mikice, marele in ljudje pridejo in imamo mi tam, spet ne smemo imeti uradni svečolov, baje, ne, ker je to vse obdavčeno in potem imamo dobrodelnega in potem ljudje dajo, ne vem, 5 evrov, pa si tam, včasih smo imeli srečko, ne, in potem nekateri ne berejo rad knjigo dobi, ne. In zdaj smo to pustili, evo, zber tam iz mize, kar češ. In od tega nekaj dobimo. Ampak vseeno, to, kar si ti prej rekel, pridejo nekateri tja, 5 mimo, če ne misliš dati. Ne pa, da jaz tam poslušam in tega sem se naveličal. Ne Janša da, ne Golob da, ne Pahor da, ja, mislim, vse tudi tebi ni treba dati. Dej, kaj pa 5 mim. To je problem. In to te potem malo mineva. Mogoče, ja. Ta mentaliteta se spet lahko dotakneva, ne, ki je preložila pač cel kup odgovornosti od nas samih, neko drugo inštanco, na državo, na nekoga drugega, ne, nam še zmeraj tepe po glavi. Ne, tudi v teh primerih, ne, ko je treba kakšno samo iniciativo narediti, pa rečeš, zakaj bi pa jaz, naj država to zrihta in potem vsi tako rečejo in potem se samo čaka, pa se nič ne naredi, ne. Potem pa pride neko kakšen zanesenjak, kot si ti, ne, ali pa kdo drug, ki na svojo lastno pest postavi most, tam, ko ga država ne postavi, ne, ali pa organizira dogodek, pa zbira denar, to, kot država ni naredila, no pa ostali vidijo, da se mogoče da, ne. Ampak, ja, škoda, ker se o tem mogoče ne sliši širše, si poleg tega, da ste sredstva prešteli vsa ta leta, zdaj si štel tudi vse kilometre, ki si jih na svojih dobrodelnih tekih pretekel? Ne, nisem. 50, 82, 100, 108, 40, tam, ne vem, si kaj računal. Je pa res, na pripravo na te teke, jaz sem začel tih 50 kilometrov, ko sem bil še zelo službeno odsoten veliko na delu, sem mislil, da je veliko, sem jaz 500 kilometrov odlaufal, ne, sem kjerem povedal, tu veliko, ne. Potem je pa to počasi raslo
tudi na leto do 3000 km. Seveda to ni nič proti tistimi pravimi tekači, ne, ko malo več prelaufajo. Zdaj zaradi te poškodbe, pa malo več bicikliram, pa malo menj, tako da letos se mi zdi, da imam sam 600 km, verjetno si bo še nekaj nabrali, če si ne bom ta pozosovsko koleno sheblo, pa jaz se imam fajn povezan ga, tako da jaz upam, da zdržal. Nisem glih sešteval, nekaj se je pa verjetno kar nabrali, tekmovalnih pa nič, ne, kot že rečeno. Ampak kdo rabi tekmovalne kilometre? Če ima take zgodbe, kot jih imaš ti, verjamem, da mnogi tekmovalci, seveda amaterske mislim, ne, nima takih izkušenj, pa samo en krog na Rudarju drgne že vsa ta leta, pa to, se ti dogaja. Povabiš seveda tudi srednjo tekaško, pa tekači od blizu in daleč, da se ti lahko pridružijo. Tako, poleg tebe, pa Mitja prej, pa Sabine, še kdo pride, pa naredi kakšen krog? Pride, ponovadi, Ici pride, ne, Deželak, Leon Cesnik je velikrat bil, potem Miran Kokol, alpinist, tudi tekač, jadralni pedalec, Domen Počeha, bo letos častni pokrovitelj, bi bil tudi olimpijec, mislim, da je Kauzar tudi že prišel, pridejo tudi te lokalci, Max Mauser, tudi ponavadi vedno pride, nekdanji odlični motokrosist, žal kar hudo poškodovan, ampak pride, spet je na nogah, neizmerno sem vesel, da pride. Najbolj lušen je pa gledati, tiste najmlajše, ne, ko tekmujejo z mano, jaz jih pa ne morem ujeti, ne. In potem oni vsi veseli. In to je, ampak sej, jaz sem tudi vesel, si mislim, so prišli tekmovati. So pa zanimivi, ne, pridejo tudi, to je pa ta sodobna tehnologija, ne, jaz recimo laufam brez teh. Dobro, velikrat imam zdaj glih zaradi teh poškodb mobitel v rokah držim, da lahko pokličem, če se mi kaj naredi, na cestno, na srečo se mi še ni glih kaj hudega. In zdaj vidim zelo velikih laufa z slušalkami, ne, verjetno muziko poslušajo. Podcaste, ja, kaj pa veš. Jaz pa tukaj upam, podcast, ja. Jaz pa tako rad poslušam ptičje petje, ne. Bravo. To pa vidim, ja, da je ta zdajšnji čas malo drugačen čas. Recimo, mi smo včasih šli v gostilno, ne, na obalo, kaj praviš, kaj smo delali? Gledali smo tista lepa dekleta, ko so mimo hodila, zdaj pa bulijo vsak v svoj mobitel, mislim, mene je groza. In danes se mi zdi, da sem v Delu ali pa v Večeru prebral, da gremo v pekel in mogoče ni tako hudo, ampak če se ti še spomniš, včasih smo se mi tisto upoštevanko na pamet učili. Jaz kot dislektik, kar hude težave, da si jaz zapomnil 7x8, še zdaj me ne sprašuj, ne. So pol računalniki prišli, kalkulatorčki, kdo se bo to učil, ne. In zdaj, praktično avtomobili že skoraj sami vozijo, pesnico ti niti ni treba napisati, ti je pametna naprava napiše, umetna inteligenca in se jaz kar malo bojim, ker kdo pa še razmišlja, če zdaj umetna inteligenca namesto tebe razmišlja in se mi zdi, da res malo počasi naši možgani lahko začnejo razpadati in da prihajamo v tisti čas novega suženjstva. Mislim, da sem prav povzel tisto, kar je bilo danes napisano, ker se ti bo čisto normalno zdelo, da drugi o tebi odločajo, ne. Mi pa še poznamo malo tisto svobodo. Nekaj distopičnih romanov na to temo je bilo napisanih, nekaj filmov tudi posnetih, zelo zanimivi so. Ja, jih bom polinkal spodaj, spoštovana publika, pa si to pogledajte, preberite. Pa malo razmislite, a res gremo v to smer, ali se bo to nihalo morda nekje ustavilo zdaj, pa začelo mogoče brzeti nazaj. Ja, kar se tega tiče, Igor, imaš prav, z svetlobno hitrostjo drvimo ne vem kam. A veš, kaj je moj dedek Rudar dejal, je že zdavno pokojni, od niti nisem vedel, kaj govori, ko bo človeka naredil po konec sveta, ne. Sem mislil, pa sej, ata pa mama sta naredila mene, ne. Pa mislim, da vem zdaj, kaj je mislil, ne. Pa mislim, da ga že kje znajo narediti brez moškega pa ženskega, ne. Ženske in sam ven še ne sme priti, ne. In tega me je pa malo strah, ne. In to pa se mi zdi, da je pa lahko potem zaključek. Čeprav, ne, da se razumemo, brez tega več ne gre, saj se tudi verjetno midva ne bi pogovarjala, če ne bi bilo vseh teh pametnih naprav, pač ne gre.
normalno, sočasno tudi ni bilo, so bile konjske vprege, pa so avtobusi prišli, pa so mislili, da je prišel, ampak se mi pa zdi, da te pametne naprave, pa mimogrede tudi pri svojih vnukih že vidim, ne vem, če so še sposobni prebrati dve strani knjige, če so sposobni cel film na televiziji pogledati, ne? Tako da, tega me je pa strah. Se pravi, pozornost je danes najdaljša, možno 15 do 30 sekund, potem rabiš nov držljaj. Res je, težko je, mislim, kakšne filme gledajo zdaj otroci ali pa mladostniki v kinih, ne vem, če sploh še hodijo tja, a to sploh še, mi smo jih včasih pač na teh platformah, internetih pač piratsko pobirali dol, ne, kradli po domače, a ne, da ni bilo treba iti v kino, ampak ne vem, če to mladci še delajo, ker to jih ne zanima več. Zdaj pač gledajo TikTok in to jim zadostuje, v to lahko počnejo neskončne ure dolgo, ja, pa potem z umetno inteligenco opravijo šolske naloge. In če mene vprašaš, bi država največ naredila, pa za mene, pa se mislim, da ne bi bila prva, jaz bi vstop osnovne šole film napravam, prek katerih se mi zdaj pogovarjala, prepovedal. Se kdo sliši, ampak dobesedno prepovedal, pa bo kdo rekel, kako se bomo pa pol naučili, pa jaz odgovarjam, kako si se pa naučil košarko, saj imajo v šoli žogo, saj imajo v šoli tudi mobitele, pa te bojo naučili, iskati bo potrebno. Ker drugače me je strah. Ja, se zelo hitro. Je pa res, da sem ti že povedal, da sem jaz prav človek. Mislim, ja, in cenim te za to, ja, mislim, tole si zelo hitro vzpostavljen, na to, da si prav človek. Jaz s tole tehnologijo dnevno delam, ja, pa gledam svoje otroke, kaj počnejo sami s to tehnologijo. Vse včasih je bilo to v šolah, bom rekel, prepovedano, ne, potem je bilo prepovedano to imeti priklopljeno, zdaj je pač prepovedano uporabljati to med poukom, ampak večina otrok se tega ne drži in če koga pa vendarle ne sankcionirajo zaradi tega, morda pride kakšen odvetnik ali pa kakšen inšpektor pač. Ja, ampak se pravim, da ne bo zašla v te vode, bo rekel dva dinozaura se pogovarjata, pojma nimata v realnem svetu. Jaz se trudim razumeti svoje otroke, najstnike, ne, pa se hočem pogovarjati z njimi, se oni nočejo z mano o tem, ne, ker bi rad razumel, kaj jih tako privlači, no, pa jih probam še zvleči ven, pa jim pokazati realen svet, ja, ki včasih, no, mogoče zdaj, ki malo odraščajo, vidijo, da je realen svet, kljub temu, da barve niso tako žive, pa ni dolg akcije, vsak trenutek so lahko, realni svet je lahko tudi zanimiv, ne, in privlačen in te zamoti in ti da bistveno več kot digitalni. Igor Abrahama za 50 let, ja, da dobrodelnem teku 50 km, vmes delal pač te odklone in od vode, ultramaratonske vode, tako da ti noben ne more reči, ko izgleda 100, ker sam predobro veš, ali z vsemi nohti, ki so bili pač v nogavicah, pa z vsemi krči, ki si jih pač z različnimi stvarmi pač tešil, boš zdaj, ja, na pragu še ene okrogle obletnice v teku, koliko naslednji teden? 60 kilometrov. Ne morem verjeti, pa vendarle ne boš star že 60 let, za božjo voljo. Ja, ta čas teče, pa nič ne reče. Spoštovane, vidite, zdaj to govoriva že več kot uro četrt, no zdaj, če do tega trenutka niste ugotovili, kaj je Igorjeva skrivnost, ja, da se tako fantastično drži, pri 60, skoraj 60 in da bo v teku 60 kilometrov, ja, potem morate nujno priti, ja, 10. septembra na Rudaru, Trbovlje, jasno, pogledati Igorja. Da, Igor, če bi prišlo več tekačev, bi te to motilo, zmoti tvoj ritem, važno, da tečejo za tabo, to je pomembno, ne pred tabo, ker potem rataš malo nervozen. Ma ne, veš kaj, če nekdo zdrav in mene leti, pa mi non-stop govori, mu zdaj si pa kar dovolim, pa rečem, le, veš kaj, sem tukaj utrujen. Kar laufi ti sam pet svoj tempo, jaz ne morem s tabo, je to hiter. Špiker pa tako ponavadi ves čas govori, prav zaradi varnosti, da je ta prva proga notranja, seveda notranja, bi bilo še daljš, notranja rezervirala za naju, ali pa za nas tri, če bo še nec zdraven laufo, obljubo, ja, kar bo zdržal, super. In to je to, da imamo mi nekako varno, tudi potem, ko se obrnemo, da ne pride do kakšnega trka, do kakšne poškodbe. Ko si utrujen, ti malo pozornost pade in tega res ne bi. In tega se kar držijo, so se kar navadni. Tako da več jih pride,
bolj ti srce igra. To ti pa lahko povem. Bravo. 10. september je torek, kdaj pa je ura, ko boš se pognal v svoj prvi krog? Mi pa snemalca Matjaž Lavžič, ki je že ves čas z mano, takrat vzame dopust, je cel dan potem od jutra do večera tam, tudi potem vse zmontira. Ponavadi je 5 do 8 najprej kao štartava za Facebook, ne, za dogodek, da jih pozoveva, potem pa nazaj, pa še enkrat štart, tisti, ki smo tam takrat zbrani, da gremo tisti prvi krog malo skupaj, potem pa pač vsak po svoje. Jaz tisto svoj ritem, sigurno prve 2-3 ure malo hitrejši, potem ti pa tako začne padati, ne, vse pa večer. Tako da, pri konci gre zelo počasi. Ampak mislim, da 50-60 ni tukaj problem. Upam, moram pa reči, ne, od poškodbe nisem šel še dlje. Ampak to ne zato, ker ne bi zmogel, ampak čisto iz varnostnih razlogov. Da si ne bi kaj naredil pred tem. Ne se mi naredi na teku, zakaj bi se mi recimo danes lepo čiri. Tako da grem mogoče 10, 15, mislim, da sem enkrat šel 20 in je to. Vse ostalo pa tam okoli 10 se suča. Fajn, vse ostalo hraniš pred za torek 10. septembra, pa ne bo to je to, pa ne bo kar hoče. Menda bo takrat že končan ta vročinski val, ki letos traja 3 mesece že, z rahlimi prekinitvami, tako da bo vreme tudi prijetno. Če ne bo, boš imel kakšen krč več, ampak tudi na to si navajen za tak dogodek, kot je 60 km za 60 let, naj ušpičene prekle padajo z neba. Bojo zgodbe še kaj boljše, še toliko boljše. Seveda boš reportažo spet delal, sklepam, Seveda. Bo. Potem je pa ponavadi to za Gorenjsko televizijo, delam GTV, mislim, delam za njih. Eden mora biti urednik, eden mora biti produkcija, seveda, da se razumem, jaz to brezplačno delam, ne. In potem je ponavadi dolga, odvisno, koliko je sogovornikov, jaz bih nisem ponavadi najkrajši, tako da je ponavadi kar tam 40-50 minut čas, kakšno muziko posnamemo. Jaz sem zelo neizmerno ponosen, da vsa ta leta, vsaj 5-6 so prišli 5 na ta dogodek, skupina Descentrix iz Kamnika, 2 sta imata cerebralno paralizo, ena slepa deklica, Anja Pusta-Klajevic, je ponavadi pela, lani tudi njen zdaj partner, s katerim imata otroka, tudi z eno zelo hudo boleznijo, ne znam povedati, stanjem se je že rodil tako Damjan Planer. In ko vidiš, da pridejo te seveda gratis za 5, od 5 in par pesmi, včasih meni zapoje tudi tisto, ko me že fajn matra, čista jeba, poznaš to, ne? In ko to slišim, si rečem, res je, ne. Letos mislim, da pride tudi, mislim, da je Aleš Kuhar, pa mislim, da Uroš Ržišnik, moj sokrajan iz Kisovca, potomec rudarjev, tudi sami rudnik je bil, ima take knapovske pesmi. Tako da, upam, da vsi ti pridejo, zagotovo bojo pa kakšen nastop imeli tudi uporabniki varstveno-delovnega centra, 140 jih je, mislim, da vsakega posebej poznam in ti so pa sončki. Sončki, srčki, to, mislim, če te to ne da z energijo, si njihov. In jaz, meni, ko sem šel iz Siporeksa, ko sem pustil službo, v knjigi sem napisal, zakaj sem jo pustil, sem si želel, da gremo v VDC delati, ampak magar za čistilko, sam da jaz delam tam, ampak nekako so rekli, Igor, veš, ti si že takrat malo v medijih delal, ti boš bolj tam koristen. No, in potem sem pa res prek medijev spremljal te ljudi in moram reči, da so mi stopili v srce. Nejc Pogačar pa tudi. Nejc Pogačar z Aspija. Tako. Je bil tudi že moj gost, super dečko, zdaj se vrača z Madžarske po eni leti. Je že prišel, veš? Je že nazaj, tako. Mi je tudi posebej me pozoril na ta tvoj dogodek, no. Da se je rekel, Nejc, želja ti bo uslišana pred dogodkom. Boš Igorja gledal in poslušal tudi na podcastu, zdaj v medijih. Morava, ker
bo prej moje oddaje konec, kakšno reči na vsak način, ker si medijski človek, ampak daj mi nekaj povej, izognil si se jami, kot knapovski potomec, knapovski otrok, ja, fino mehanik, ki mu ni bilo dano, da bi do smrti šraufal v pisalne stroje, potem vsi po Reksu, jasno, in na koncev najbolj znam potem, da je bil urednik, pa novinar, pa voditelj in še vse vmes, na ETV, na zasavski televiziji, kako se človek z vso to, se tem pedigrejem, pa znajde v medijih zelo nekonvencionalna pot, recimo, do nekega urednika na televiziji. Pisal sem že prej, ko sem še na Siporeksu bil v lokalni časopis, ampak tudi to je prišlo čisto slučajno. Pismo pošlješ, in potem vidijo, da menda znaš pisati. In potem sem jaz včasih že kakšno številko imel, mislim, da je bilo to 40-50 strani, sem jih ponovadi že kar tam po 30 sam napisal. Je bilo kar veliko teh dogodkov, jih je bilo treba popisati, nikoli pa nisem dobil polovička, tako da če mi nekdo nekaj reče, potem mene to zagrabi, to je treba narediti. In potem, ko se je zgodba zaključila na Siporeksu, ko pač ni mi bilo dano, da bi delal v VDC-ju, me je lastnik televizije, podjetja, povabil, izlačan, uspešen podjetnik Janez Vidmar, če bi delal pri njem, me poslal na tečaj za kamermana, mislim, mene, ko kamero v rokah nisem držal, sem škodil Logatce 2 meseca. Jovo Jovanović nas je učil, Marko Godina, to so Jovo Jovanović, eden vrhunskih jugoslovanskih režiserjev, filmarjev, Radovan Čok, eden najboljših osvetljevalcev, lučkarjev na televiziji, jaz pa nisem vedel, kaj govorijo. Ampak razni zlati res, pa te stvari, te osnove sem se jaz naučil tam. Očitno je imel lastnik plane z mano in mi je ponudil najprej oddaje. Glede na to, da jaz nisem zelo prijazen do županov, nisem primeren klik za tistega, ko bo gnar prinašal v televizijo, ker sem vedno na strani nižjih, manjših, ne tistih, in imaš to problem za sredstva. Tako da sem prvič odklonil uredniško mesto, ker drugič me je že potem malo prijemali, tretjič sem pa po posvetu z bivšim urednikom, če je res ima dost, je rekel, da je dost, žal je že pokojni zdaj, zagrabil, pa v bistvu sploh nisem vedel, kaj sem zagrabil. Tukaj težje je bilo, kot sem mislil, da bo, ampak po enem tednu sem se sprijaznil s tem in potem smo 15 let garali, zadnjih 5 let, ne vem, če sem spal več kot 2-3 ure in potem sem se zmatril, mi je začela malo pumpica nagajati, ko slišiš srce, kdor je to začutil, ve, da je to strašansko, ker misliš, kaj bom zdaj. Druga stvar je, če imaš krč, če te noga boli, pa bom to zdaj vse življenje poslušal. Zdaj ga ne slišva, jaz sem ga pa slišal. Ne? In se reč, ko mi je ena povedala, ko se isto dogaja, da to kar mine. In je res čez pol leta minilo, ampak zdaj moram zelo paziti, da se spet ne pojavi, se kar naprej poslušaš in recimo, ko sem jaz svoji zdravnici povedal, ko grem pa jaz laufat, ko sem že pustil službo tam na televiziji, ko sem bil 15 let, ko grem pa jaz laufat, je pa dober, sem pa jaz dober, ko pridem domov, ne, kar laufi. Sicer pa Helix, ne, Helix pa ni, ne vem, kako fajn, ker to je verjetno vse tudi z živcem povezan. Pa verjetno imam že kaj s heblem, ne, tudi notranjosti. Zato pa gremo vsake časa se sprobati v hrib, zelo recimo na kum, pa če gor pumpo vleče, pa si mislim, poišče v redu. Nekaj cajta. Poišče, ne. Ampak to je kar obremenjujoč in potem si rečeš, jaz se vedno omaknem. Ko vidim, da ni več prave ljubezni, grem. In to sem tudi v tej knjig v zakulisju opisal, pa mislim, da je ne zelo nagrado, bolj tako na nežno. Je pa težko biti urednik, lokalni urednik nekega medija, kjer moraš delati vse. Denar rihtati, oddaje snemati, razporejati ljudi, se s politiko oddajati, športniki na nek način in se izpoješ. Zato pa jaz sem en največjih zagovornikov 2 mandata, 3 mandate maksimalno v vseh javnih ustanovah, na vseh županskih mestih, nov veter. Ja. Zaspiš. Točno tako. Ja. Mogoče se zabubiš, to ni udobje si kar naenkrat tam, ker si bil nekoč malo na trnih. Ja, zdaj mi povej, posnel si tisoče oddaj. Zdaj včasih, ko se pripravljam za tale podcast, imam kakšnega gosta, pa ga pogooglam. Ja,
pa ven pade v kakšen posnetek na YouTubu, pa je to pogovor, ki ga je Igor Gošte imel s tem dotičnim športnikom. A ne, in sem že kar nekaj tvojih stvari preposlušal pred tem, a ne, in sem se zdaj spomnil, ko sem razmišljal o najnem pogovoru, se Igorja je že poznam, to je tisti žametni glas, ki je izpraševal vse te športnike, pa tekače, ultramaratonce tudi in tako naprej, a ne, različne stvari, zelo sproščeno življenjske in tako naprej, in oni so se mu izpovedali. Povej mi si imel treme, kdaj si imel po vseh teh letih še kakšno tremo, je bilo to zate pač čisto običajno delo, ali tudi malo, glede na to, da si tekač, tudi malo užitka, malo nekaj posebnega. Jaz recimo v teh pogovorih v tvojem zdaj najnem izjemno uživam, a ne, ker se pogovarjam z ljudmi s tabo, ki ste zelo zanimivi, ne samo tekaško, tudi širše. No, zdaj, kako pa si ti vse to, kar si pač po službeni dolžnosti vendarle mogel počenjati, doživljal? Si kdaj imel kakšne posebne občutke ob kakšnem pogovoru, pa ne samo političnem, predvsem športnem? No, tako. Mene je bilo v bistvu, seveda od začetka je katastrofa, ne? Dan pred oddajo, noč pred oddajo, od začetka, prve leta. Potem je bilo pa bolj to, jaz niti nisem imel časa več, jaz sem poleg kritikovanja drugih stvari, sam sem imel, ne vem, na teden tudi po 5-6 oddaje, pa še več, pa informativno oddajo urediti, pa kulturno oddajo. Športno oddajo sem tako in tako vodil, ne kupenih drugih oddaj, ne vem, 3000 se je nabrali. In pa ponovadi jih je bilo več v studiu, ne, ponovadi si mene videl, jaz sem moram kak listek, nikoli vprašanje napisana, ne. Ali pa mogoče včasih kaj, ampak tisto nisem gledal, ampak jaz nemam listek zato, ker jaz sem sploh pozabil, kjer bi ime tam zraven mene, ne, so bili mulci, da sem, okej, kako je, komu ime. Mene je bilo najbolj strah, recimo Martin Strel je vedno po vsakem podvigu je prišel van v studio, ne. Po Donavi, po Mississippi, po Viaxiangu, po Pirani, mislim, da po Amazonki. In stvarno tukaj to, pa zastoj, mimogrede, ne. A bo prišel, ali ne bo prišel, ne, ker vas je mogel iz Dolenjskega, kjer je živel, pa peljati ta na studio v Kisec, ali bo Dušan Mrole prišel, ne, ali bo Janez Janša prišel, ali bo, ne vem, vrhunski, ne vem, Načkov, ali bo prišel, ali ne bo prišel, in tako mehno televizijo, ne, in to je bila tista, kar te poje želja, ali bo in ne bo. In potem moraš imeti vedno rezervo, kaj če ga ne bo. Jaz sem bil vedno rezerva. Recimo pri športni oddaji je bil vedno rezerva Luka Grobojšek, Ludvik Grobojšek, jadralni padalec. Si rekel, Luka, veš kaj, on ga ni, lahko prideš, ni problem, bom prišel. Ker oddaja je bila zvečer v Bosnih na sporedu, mi smo se dopoldne snemali. Tako da to je stresno. Najbolj stresno je pa to, ne. Jaz, tako kot sem ti prej povedal, ne. Jaz, ko sem šel po Zagorju, ko sem šel po Trbolah, mene so poznali in ljudje so rekli, Igor, veš, mene pa tam zadaj za hišo ples. Igor, veš, jaz sem pa tam cesto za noč, da ti to malo, ne. Pa jaz sem pa stanovanje, jaz sem invalid, nimam lifta, ne. In potem, kako to rešiti, to zadevo z županom, in potem seveda, ko to stvar predstaviš županom v oddaji, kjer on obljubi, da bodo to zrihtali, potem pa ne, potem je pa to borba in ga to vsako oddajo spomniš in seveda so potem da so potem na tebe jezni. Čeprav to na prijazen način smehom narediš. In jaz sem na to, če sem na kaj ponosen, sem ponosen na te stvari. Tam vidim ta plaz zrihtan, ta cesta, to smo zrihtali. Ampak zanimivo, ko sem šel pa jaz iz televizije stran, so mene sicer na cestu zdolj, ampak noben ni več kaj pristopil. Igor, mi lahko to zrihtaš? Ok, potem, ko sem spet začel za Reporter pisati, ipak ne moš Reporter te lokalne ceste, kjer ga v Mariboru pa zanima, ima eno Zagorje cesto, eno nima. Ampak, če znaš zgodbo malo zapeljati, je mogoče tudi zanimivo, ampak to lahko narediš 2-krat na leto. Tako da mene so potem primerstili. Ampak ta obremenitev je, včasih vidiš, da si nemočen. Ampak jaz nisem nikoli nehal, tako da vse sem si zapomnil. Tudi župani bili to me jih rad. Pa mislim, da še zdaj nimajo. Čeprav, evo, jaz vsakega pozdravim, če kdo že mene pogleda. Se veš, tista finta, vzameš telefon v roke, Halo. pa ima en telefonski pogovor, ne. Jaz ga pa počakam, da ga zaključim. Ja, raziskovalni novinar, pravi pomenu besede, bom že počakal, ni problema, gospod Župan, vi kar govorite. Zdaj, spoštovana publika, lahko si Igorjeve pogovore prispevke, Igor Gošte ima svoj kanal, na YouTubeu,
gor je tega materiala neomejeno, ja, zavrte bom po linku spodaj, seveda, da si boste lahko gledali kakšen intervju, kakšno zanimivo zgodbo in tako naprej. Še več, ne, priporočam vam tudi njegovo pisano besedo. Ja, tle sem si pripravil nekaj njegovih knjig, prej si omenil Za kulisijo, to je tvoja zadnja, drži? Ne, zadnja je Zadnja. ta Zamegleni čas. Zamegljen, tudi to. Športna. Ja, to je bravo. Ta je pa po abecednem vrstnem redu so športi opisani, popisani in vse na en način skozi tvoje oči, avtobiografsko, tvoje zgodbe, ki jih je, sem si prebral jih par, pa tudi tvojo, ne vem, eno starejših knjig Otroci knapov, kjer svoje otroštvo popisuješ, ne? Da tvoje pesniških izletov v pesništvo, sploh ne omenjamo, bara, mimo grede, zakaj naslov te knjige ni Ajmoht, to mi poveja, ne, Ajmoht. Jaz sem želel imeti Ajmoht, ker mi rečemo Ajmoht, ne obara. Tudi mi. Ampak, ne vem, lektorica takrat rekla, pa dajmo raje obara. Jaz se pa tako vedno strinjam. Ok, sam da ste lektorirali. Ampak ti si zelo plodovit pisec, pa se mi zdi, ja, pa popisuješ, rekel, svoje življenje, ampak ne zmanjka ti teh zgodb. Ne? Vsaka zgodba je nova, se ne ponavljaš. Vem, da je to težko. Jaz sam včasih, ki zapišem v kakšnem članku, kolumni in tako naprej, pa ne pišem daleč toliko ne kot ti, pa se moram spomniti, jaz sem to že pisal o tem ali ne, da se ne bom ponavljal, ampak ti vsako leto, na vsake 2 leti nekaj daš ven med ljudi, ne? In zmeraj daš nekaj svežega in novega ali pa neko novo zgodbo privlečeš, da je določeno temo oplemenitiš. Mislim, imaš še štofa, materijala, zdi se mi, kot da si neizčrpen vir, rekel, teh knapovskih, zasavskih, pa medijskih, pa na koncu reči političnih zgodb, vendarle si spoznal toliko in toliko ljudi, pa dogodkov se ti je zgodilo in tako naprej. Tako je, ne. Enkrat me je en visok cerkveni dostojanstvenik, ne more on pri 50 letih avtobiografijo pisati. Ja, gospod, lahko, če je človek pozabljiv, tako kot Slovenec. Bolj denteku, kar poje, ko bomo so pozabil. Ne, veš kaj, tako je, ne? Jaz sem malo len zapisati, pa bi kjer rekel, ne, se kar veliko pišeš. Ne? Knjig sem enostavno, pišem nekaj, ampak veš kaj je težava, jaz nimam tistega lederzica, da bi jaz sedel pa pisal. Jaz se primer Ivana Sivca občudujem, on mislim, da vsak dan zjutraj od 8 do 12 sedi pa piše. Tako mislim, halo. Ne? In kaj se meni dogaja, prek sem v pozabljivosti govoril. Jaz sem zdaj eno knjigo napisal, da je pol tele, ta zadnjek si pokazal bare, ampak jaz sem vse imene pozabil, tako moram še enkrat prebrati. In ko jaz še to enkrat preberem, mine pol ure in pa se mi naljub. In neham. In zdaj ne grem brat, ker ste mi spet ne bo ljubili, tako da enkrat me bo pa pičili in se bom pa usedel, pa bom napisal, ker bi rad. Opazil pa si verjetno, da moj besedišče je bolj preprost, da jaz rad bolj razumno pišem, da ljudje vejo, kaj sem napisal. Tako da preprosta beseda, lahko branje, tak za na plažo. Ja, pa težko je odložiti te zgodbe, no jaz sem to prebiral, pa sem rekel, nimam več časa, ja pa sem rekel, ok, še eno poglavje še moram prebrati, no ker me res zanima, kaj se pa potem zgodi, pa kaj je hotel v tem povedati, pa v tekmovanju, v lulanju, ti sem videl, kako pa to zgledal, to moram prebrati od začetka do konca. Ampak meni ni šlo to dobro, ne? To ti ni šlo, to je pa jaz se zdaj probavam, pa ne gre, ne? O čem govoriva, bojo mogli najni poslušalci, pač, ja, v knjigici pač najdete. Ja, kar najdete knjigo, boste dobili, kje se tvoje knjige pravzaprav da kupiti, ne, ker sigurno imaš neko spletno stran, neko založbo nekje. Ja. Nimam. Imam tisti Facebook, Twitter, spletno stran niti ne znam narediti, tako da ne vem. Tisti YouTube kanal mi je kolega naredil, ne, tako da tudi nimam pojma, kak geslo je, tako da ima on to čez. Če kaj narobe, njega pokličem, pa te zadevo reš. Ja, prve knjige se mi zdi, da so bolj kot ne v samo založbi, potem pa 3 so bile pa res pri založbi Vet. To sem jaz enega pisatelja poznal, pri nam je bil velikrat na televiziji in jaz sem rekel, jaz sem pa eno knjigo na pol napisano, daj pošli, ne. In pošljem, ponavadi sem mislil, pa to bo let traje, preden bo odgovoril, in mi čez 2 dni napiše, ti je zanimivo, napiš do konc meseca, pa kako.
In potem sem mogel, ne, ker to pa pol naredim, ne. In, evo, 3 knjige sem tam izdal, zdaj ti bom čisto pošteno povedal. Od knjig, če nisi znan, pri založbi dobiš 2, 3, 4, 5 knjig, jaz se pogajati ne znam, potem pa ti ceno nabijejo knjigo, recimo 30 € in rečejo, ti jo imaš pa po polovični ceni, lahko odkupiš. In jaz jih potem kakšne 100 odkupim, tam jih 80 tako podarim, ne. Mogoče jih 20 prodam in jaz je pa meni naroden podat po polni ceni, ne, če si jih jaz po 15 € kupil, ne, tako da pa veš, da jaz naredim živo izgubo. K sreči potem tista založba umrla, in druge nisem iskal. In potem sem imel jaz pri teh zadnjih 2, ko sem šel stran na televizije, sem imel SP, nekaj časa sem celo popoldanski SP žene delal, ko sem bil na zavodu in za zaposlovanje za nezaposlene. In potem sem jaz šel v samo založbo in sem potem videl, da je to v bistvu poceni, ne. Tisk, lektor, tukaj izvodov, sem računal, pa če 50 prodam, sem jaz že na čistem, ne. In to je to, ne. In zdaj, ki jaz lahko podarim in ne gremo v hudo izgubo, ne. Saj za tisto, kar imaš za potalati, ni minusa pri bajti. Ja, tako da pri knjigah je tako, no. Mi, ko nismo znani, ko ti promocijo ne delajo na televiziji, ko nismo zveneče ime, jih bolj šoh prodamo, ne. Lahko, da jaz jih niti ne znam prodajati. Imam sicer, mislim, da na Twitterju, pa možno tudi na Facebooku, da je gor imajo so knjige, pa sploh ne vem, če imam objavljen, kje lahko naročijo, drugače pa lahko pri meni in jim jaz zapakiram, pošljem in to je to. In niti jaz po povzetju nikoli nisem pošiljal, tudi tisti, ki so po telefonu naročevali knjige, jaz sem vedno zapakiral, ko snemo še SP, sem dal račun noter. In ti moram povedati, kar se tega tiče, smo pa Slovenci pošteni, jaz ne vem za enega, da ne bi plačal, ne. Ker večinoma po povzetju, pa to je dražje. Tako da jaz tudi poštnine nisem na gor račun, jaz sem dal pač račun noter in to je to. Da je 200 € plače, pa 10 €, ne to, da. In so to naredili. Zdaj jih pa glih, ko je tiste 3-4 mesece okoli, se knjige več jih ne prodajajo. Mogoče se bo zdaj katera prodala, ne. Mogoče bom katero poslal po pošti. Nekaj še imam. Poštovana publika, ja, tekači predvsem tam zunaj, o teku je veliko zgodb tukaj noter, zanimivih, ker če smo že pri temi tekaške literature na Slovenskem, v zadnjih 2 letih ni več na pretek. Jaz se k svoji drugi spravljam že nekaj časa, pa se bom še nekaj časa očitno spravljal k temu. Tako da Igorjeve zgodbe so fantastične, ne? Ta prave klene zasavske, bogate, tisti, ki vas zanima. Ja, Zasavje je malo bolj, jaz sem užival v teh zgodbah, pa zelo lepo si zapeljal vse skupaj, tudi če smo že pri tem v olimpijskem letu, ko smo spremljali olimpijske igre, pa ko smo spremljali fuzbal, pa kolesarstvo, pa vse ostalo, ne. Vsega tega, te knjigi je ful na pretek, tako da bom, Igor, spodaj seveda jasno dal tvoje podatke oziroma tvoj link do tvojega profila, kakorkoli že, da te ljudje lahko kontaktirajo, to knjigo naročijo. Zakaj to govorim? Zato, ker boste s tem pomagali, pa moče tudi kakšni dobrodelni stvari, kot je zasavski humanitarni tek, posredno tudi zato se najbrž da donirati istočasno ali pa ob tem ali pa kje drugje, imaš to, ki je objavljeno, kaj več, ker to sigurno tiste, ki bi, pa tole poslušajo, morda prišli v Trbovlje, pa ne morejo zaradi žali Bog službenih dolžnosti ali česa drugega, bi pa kakšen evrček, ja, za kakšno kavo, za kakšno pivo, vsem donirali tebi, za tvojih okroglih 60, pa vsem ostalim, Nejcu Pogačarju, pa društvu Aspi, pa VDC-ju, ki bodo krvavo, potrebovali ta denar. Povej mi, Igor, kako pa to lahko naredijo najine gledalke, najini poslušalci? Res, ko imam še kakšno predstavitev, kdaj kje, v tistem letu, ko imam humanitarni tek, jaz ko rečem, polovico od prodane knjige gre vedno v humanitarne namene in jaz to potem darujem za humanitarni namen. Tudi na samem teku ponavadi 100, včasih so bile tudi Mitetove knjige, zdaj je kakšna moja in tam mislim, da je ponavadi kar na okrogli naredijo 20 € in potem recimo, da dajo 10 €, meni 10 € gre po škatlico, tako da to je to. Tam se da lahko dobiti, drugače pa mene po elektronski pošti igor.goste@siol.net in to je to.
In potem jaz odgovorim in pošljem in zikar pošljem. Tako da je pa res, da zdaj je tako. Jaz sem upokojenec, ker je zanimivo. Mi upokojenci knjig ne smemo prodajati. To je fajn, ne? Moš imeti računa nimamo, imamo samo osebni račun. Lahko pa oddajamo stanovanje. Zanimivo, se jaz ga nimam, ampak to pa ti lahko nekdo plača. A ni zanimivo, knjig pa ne moš prodajati. Moš en popoldanski SP, mislim, nimam pojma. Poslušal sem enkrat Rudija Zvoneta Šerugo. Za tiste 3 mesece, ki se knjiga prodaja, pač je upokojenec, mora odpreti SP, da lahko knjigo prodaja. Noro. Mislim, noro. Zanimivo. Igor, ja. Pa humanitarno, da, evo, super. To pa lahko. Torej, zdaj ste pa videli. Humanitarno to naredite, pišite Igorju e-mail igor.goste@siol.net. Ja, slišali ste, pa ga boste najdeli, vse je tudi tam spodaj, Viber ima tudi, ja, to smo zdaj ugotovili, ja. Ga boste že prišli do Igorja, kupili kakšno knjigo, darovali za 13. zasavski humanitarni tek ob njegovi 60-letnici, res nor dogodek bo to. Jaz, Igor, ti želim, da bo koleno zdržalo, pa mišice vse, pa se v pumpo ne dvomim, pa da bo reportaža spet odlična, da čim več ljudi tudi pride, no, da zberete, ko rekel, veliko denarja za tole plemenito stvar in da se posloviš, če sva že pri tem od humanitarnih tekov, z eno tako, rekel, čudovito izkušnjo. Boš napisal še kakšno knjigo, sigurno jo boš, morda kakšno samo posvečeno teku? Mogoče bom pa res o teh humanitarnih projektih, da je kaj napisal na en svoj majhen način, humorni način. Pa tako je, ne, jaz, če se že delam norca, se delam iz sebe, ne iz drugih. To je to. Tle sva se spet našla. Igor Gošte je bil moj gost, spoštovana publika, v 216. epizodi podcasta Zagret za tek. Ja, čez 5 dni, če tole gledate in poslušate na prvi dan izida tega podcasta, čez 5 dni, točno čez 5 dni bo Igor praznoval okroglo obletnico in temu primerno tudi odtekal primerno število kilometrov. Spodbujete ga nadaljavo, pošljite mu kakšno dobro misel, če drugega ne, kakšen evrček, ja, za podložiti vse skupaj. Ja, sicer pa komentirajte, delite tole epizodo, lahko tudi mene vprašate, pokličite me, pa bom zaupal tudi Igorju telefonsko, ja. Ne bom da Igor dajal samo mladim, prijetnim dekletom tvoje telefonske, ampak tudi vsem ostalim, ja, zato da žena ne bo jezna. Tako, aj prav. Ja. Se čisto strinjam in hvala, Marko, da si me našel. Mislim, težko te je zgrešiti. Sam, če mečken odviješ tam na Trojanah, desno dol proti Zlakam. Ja. Igor Gošte. Igor, hvala za tvoj čas, za tvojo energijo, za tvoje super zgodbe. Res mi je bilo užitek, porabila sem skoraj 2 uri, ampak minilo je, kot bi mignil. Srečno. Srečno.